Ljudje in ljudine, poslušate 191. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod, ohranjamo bazo za oropane davnine, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in v tem kotu Aljoša Harlamov, tokrat brez gosta, a nič manj gostobesedni. Današnja epizoda je posvečena knjižni trilogiji Temelji ameriškega pisatelja Isaaca Asimova, jaz bom to izgovarjal kot Isaac, to že dobro povem. Je tudi on izgovarjal. Ja. Ki je šla letos pri Cankarjevi založbi v prevodu Nekoga od nas treh, nisem bil jaz, in v uredništvu Nekoga od nas treh, nisem bil jaz. Prebrali smo jo pa celo vsi. In njeni, recimo temu, televizijski priredbi, ki jo lahko spremljate na pretočniku Apple TV+. Zaenkrat sta zunaj prvi 2 sezoni, snemajo pa 3. Če knjige torej še niste prebrali ali si ogledali serije, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njih govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato jo morda najprej preberite in ali si oglejte, preden poslušate dalje. Če pa ste knjigo že prebrali, serijo že prebrali in knjigo že pogledali, pa tega niti ne nameravate storiti, potem pa se lotimo psihozgodovinskega računanja, razrešimo naslednjo Seldonovo krizo in se podajmo do galaktičnega oboda. Maestro, vklopi jedrski pogon. Tako gre, kaj kosilnica. Ampak ja, mimogrede en disclaimer, tale epizoda ni sponzorirala z NEK 2. Sam to, da veste, da nismo tukaj, nimamo sponzorjev, čeprav bomo veliko govorili o jedrski tehnologiji. Ja. Mogoče želimo veselje, nismo pa strpeni. Moram pa reči, da mi je bilo ena bolj zabavnih stvari pri prevajanju te knjige, ko sem ugotovil, da se velik del zgodbe odvija na galaktičnem obodu. Ja, velikokrat sem lahko uporabil besedo obod. Bazinga. Ja. Tako da mislim, že to mora biti dovolj dober razlog, da preberete knjigo. Kako da še niste? To res mene zanima. Javite se mi vsi, ki je še niste. Poimensko, lepo prosim. Skratka, Temelj je knjižna trilogija, ki je šla med leti 51 in 53. Predtem je sicer izhajala kot kratke zgodbe v reviji Astounding Science Fiction, ker pač Science Fiction ni bilo dovolj, oziroma je že druga revija vzela to. In to je od leta 41. V slovenskem prevodu pa je šla letos, čeprav je 3. knjiga trilogije Second Foundation, išla že leta 63 pri Prešernovi družbi z podnaslovom Druga vlada galaktične države. TV serija Foundation pa je imela premiero, oziroma še temu rečemo TV serija Foundation, pa je šla, skratka, prva sezona je bila zunaj 21, druga 23, tretja pa domnevam, da mogoče celo 25. Predlagam serijska ekranizacija. Serializacija, to je lahko marsikaj. Serializacija bila tudi knjižna, ja. Da v reviji izhaja. Serijski ekranizator. Ja, res bomo mogli, mi imamo tukaj res zastarelo izrazijo, nekaj vedno smo televizijska serija. Ja. Apple še vedno zadevi reče TV, Apple TV. Mislim, TV je še vedno naprava, kjer gledaš, tudi če zadeve ne oddajajo. Gledajo na telefonih in na urah, ali kaj delajo. Dajmo open call za to. Folk dajte prevode za TV serijo. Tako, in na TV-ju. Tako, kako ponovem rečete vi seriji. Ja. Žanri, ki so tukaj vključeni, so vesoljska opera, apokaliptični thriller, vohunski thriller, vojna drama in najstniški bildungsroman. Hvala Igorju, ki je to izpolnil danes. Vse te kategorije, jaz pa se lahko delam pametnega in to preberem. Ja, no pa še naslov tvojega romana sem lahko vključil. Ja, vse imamo, zdaj samo še rabimo kakšno mitovo sliko omeniti. Let's not. Let's not naslov, kakšne tvoje slike, to bi bilo epsko. Pride. Okay. Knjige je napisal torej Isaac Asimov. Jaz vem, da mislim dvoje, jaz ponovadi sem govoril včasih Isaac Asimov, ampak zdaj sem se ful naučil, mislim, navado ameriškega, zato ker Američani tako, ker je seveda gre za ameriškega juda in tam je Isaka. Ja, on se je, mislim, da je bil par mesecev, ali mogoče 3 leta, nekaj ta je star, pozabil sem točno, preselil v ZDA, mislim, starši so emigrirali z malim Isakom in potem v New Yorku so mu pravili Isaac in priimek se izgovarjal
Asimov. Ja. Asimov. Ampak mi mu čisto Isaac mirno lahko Asimov. rečemo Isaac Asimov, Sej. ker je mrtev, pa se ne boš zbudil. No, se zbudim. Okay. Dobro, ostani mrtev, Izak. Gre za enega utemeljiteljev sodobne znanstvene fantastike, ponavadi ga uvrščamo med velike tri, to so trije klasiki ZF-ja, poleg njega sta to torej še Robert A. Heinlein in Arthur C. Clarke, verjetno imena prepoznate, čeprav recimo Heinleina v slovenščini nimamo toliko velik, s Clarka imamo nekaj malega. No? Sicer pa je Asimov izredno ploden pisec, napisal je preko 500 knjig in za vse ljubitelje pisanja 90,000 pisem in razglednic, če bo kdo še kaj tega bral. Pisal je pa drugače tudi misterije, se pravi skrivnostnice in fantazijo, poljudno znanost in druge neleposlovne knjige. Njegov največji prispevek znanstveni fantastiki so Temelji in serija del o robotih. Tole drugo je, ker bomo o Temeljih govorili, je 37 kratkih zgodb in 6 romanov, ki jih je napisal med letoma 40 in 95 in skupaj sestavljajo svet, v katerem človeštvu ob strani stojijo pozitronski roboti z umetno inteligenco oziroma zavestjo in da bi si zagotovili njihovo zvestobo in ubogljivost, so programirani tako, da upoštevajo 3 zakone robotike. In na tej točki kviz vprašanje za vaju dva, kaj so 3 temeljni zakoni robotike? Wow. Povej, prvi. Kaj je prvi? Robot ne sme škodovati človeku, Ja, robot ne sme škodovati samemu sebi, ja. pa robot. Smeš škodovati človeku z nedelovanjem? Ja. To je ta prva. Ja. Prva je, robot ne sme škodovati človeku ali z nedelovanjem pač Okay. mu povzročiti škode, nekaj takega. Ja. Drugi zakon je, robot mora ubogati človeka, razen če ta zakon seveda nasprotuje prvemu zakonu. Ja, okay. Tretja pa je, da mora robot varovati svojo eksistenco, razen če to krši prvega in drugega zakona. Okay. Oziroma, mogoče celo drugega. To bom pa zdaj preveril. Evo, zlomo se. Ja, ker to bi pač pomenilo, da če ti ukažeš robotu, da se naj izniči, pol te on mora ubogati, če ne sme prekršiti drugega zakona. Zakaj bi se moral? Če bi mu ti ukaz, kaj jaz vem? Ja, kaj pač, ker si kreten. Ja, razen seveda, če samo če prvega se mora upoštevati pri tretjem. Okay, to bomo preverili. Okay. Ampak skratka, malo izobraževanja za vas, tudi drage poslušalke in poslušalci. Posneje je pa Asimov v bistvu to svojo robotsko serijo prepletel, serijo Temelj. Zdaj jaz kot otrok nisem bral ta tretje, vse ne da bi se spomnil, zdaj, ker sem na novo urejal Igorjev prevod, sem pa bral skratka njegove robotskih, pa vem, da imamo kar nekaj v slovenščini. Ja. Še to je bila še takrat pravi tehniški založbi. Tiste majhne knjige podobne, se pravi, če ste Douglasa Adamsa brali v tistem starem prevodu, te so bile iste. No? In te sem pa bral zelo in seveda full filmov je posnetih na to, nažalost tudi z Willom Smithom, ki ni bil posebej dober. Saj jaz se ga ne spomnim. Meni je bil ok. On ima vintage all-starke. To ni ok. Če je to vse, kar si zapomnil z tega filma, pa to ni ok. To res ni. Mislim, tako na veliko so tiste all-starke prav en prvih kadrov, kako si on obuva in mu babica teži, zakaj nosi to sranje in on to je vintage stara, ti meni šteka. Sploh ni product placement stara. Sploh ni product placement in sploh ni Fresh Prince. Okay. Avtorja serije ste pa Josh Friedman in David S. Goyer. Friedman je avtor scenarijev za Vojno svetov, Terminator Dark Fate in Kraljestvo planeta Opic in Avatar pod vode, tako da kar deloma impresivna zbirka filmov. Predtem je vodil serije Terminator, Kronike Sarah Connor, tega jaz nikoli nisem gledal. To je ful dobra serija. V bistvu je ena taka čist off trivia to, da Josh Friedman, ko je dobil job, je hkrati tudi zvedel, da ima raka. In pol je ful velik fokus serije na tem, da Sarah Connor izve od robotov iz prihodnosti, da bi naj umrla zaradi raka in pade v paniko, kdaj bo dobila, zakaj bo dobila in hodi na preglede. Mislim, take stvari so not vmes in je dejansko serija ful pomagala dvigniti cancer awareness takrat in... Ali pa to lažbo za hipohondre, ampak ok. Skratka, in tudi Snowpiercerja, ki ga bomo zdaj kmalu dočakali 3. in zadnjo sezono. 4. in zadnjo sezono. Imate prav, 3 so že bile. Ja, 3 zelo odlične sezone.
Skratka, definitivno smo, Snowpiercer film smo, film je pol naredil, Ne. film je naredil- Serijo. Serijo? Okay. No, a smo serijo tudi omenjali v Grozljivka kot alegorija rasnega boja, preverite v 159 Ja, epizodi. oboje smo. Ja. Smo, jaz se mi je zdelo, da smo sam film. Potem je David S. Goyer, je pa soscenarist trilogije Vitez teme, se veste, nekih unih filmčkov. Potem je sicer tudi soscenarist Batman proti Supermanu, pa trilogije Blade je soscenarist, zdaj ne vem, kaj bo znova, ker se to vsak dan nekaj spreminja. In so avtor številnih serij, med drugim Obupnih, to je napisal Igor, ne jaz, kot je Flash Forward. Zato, ker sem edini gledal. Ja, si mislim. To je serija z enormnim potencialom, ki je totalno za nič. Premisa je briljant, torej v enem trenutku cel svet blackoutne za par sekund in v teh par sekundah vidijo prihodnost čez par mesecev in potem kaj to naredi s celim svetom. In pol da v glavno vlogo Josepha Fina, ki je tak slab. No, In to ni glavni problem. Glavni problem je, da pol vsako epizodo doda še nek misteri noter in potem jih ne razreši nič. In potem, ne vem, naenkrat neke ptice nekje dol pade, ne vem kaj. Ful dobrih idej vmes, nič ne zaključi. To je ni to nekako po Lostu, ko so vsi hoteli imeti te totalne misterije in biti super skrivnostni in potem nobenemu ni ratal. In naredil je seveda tudi odlične serije, kot je Sandman, o katerem pa smo definitivno govorili v 131 epizodi, pa o Vitezu teme smo seveda govorili v prvi epizodi podcasta, se še to spomnite, fanta, leta 85. Ko smo bili še v kratkih hlačah. 85 si bil ti 2. Ja, no, dobro sem bil v kratkih hlačah. Jaz sem danes v kratkih hlačah. Mislim si, jaz tudi, jaz hotel sem reči plenica, pa sem nekaj dnes šel v kratkih hlačah. Skratka, v seriji igrajo Jared Harris, je Harry Seldon, skratka glavni junak, čeprav serije niti ne, no tudi knjig ne, mogoče prve, pa še to ne. Poznate ga iz super res del, jaz vedno se res začudim, ko gledam malo Jaredovo, ki mi dva sva frenda, njegovo filmografijo, ampak tip je naredil Mad Men, tip je delal The Crown, tip je v Černobilu, tip je delal Fringe, tip je v Expanse, tip je Moriarty v Sherlocku Holmesu, to je model. Model, domov bi si ga nesel res. Ja, pa tudi sin. Nepo baby je. Nepo baby je, ne? Richard Harris. To je njegov foto. Originalen Dumbledore. Res? Ja. Pa sta si. Sta, come on. Tako mala slika, zdaj pa ne vidim. Potem je Lee Pace, I guess, je brat Dan, srednji od trojice klonov Kleona I, cesar 12.000-letnega galaktičnega imperija, naslednik brata Mraka in je tudi Thranduil v Hobbitih. In pa v MCU je Ronan the Accuser, pa v Pushing Daisies je igral. To jaz nikoli ne znam. Jaz sem malo. Je pa ful v onem vredu filmu Bodies, ki sva ga mi dva priporočala. Točno res polno. To pa mi je super. Potem je Lou Lobel, je Gal Dornick, tu je ženska, tako da prosim vse poslušalce, ki vas vznemirja to. Posledično se izgovarja Gale. To se imaš pravi, zdaj Gale. Ampak v mojem prevodu je Gal. Ja, tako, poštarsko. Je Harjeva vajenka, samorastnica, ki se je psihozgodovine naučila sama na planetu Syntax, kjer sta radovednost in znanje prepovedana in do zdaj je igrala v enem ZF filmčku Voyagers iz 2021 in to ni Star Trek Voyagers. Potem je Lea Harvey, je Salvor Hardin, tudi tukaj je moški ratal ženska in mislim, da je igralka tudi igralec, igralka tudi nebinarna oseba, tako da je on tukaj igra skratka žensko, ki je vodja Terminusa 35 let po Seldonovi sodbi, junakinja prve krize in hči Gale Dornick. Zdaj jih lahko gledate v A Gentleman in Moscow, če slučajno to kdo, ker HBO to full puša na Maxu. Ni to na Sky Showtime? A pa je celo na Sky Showtime. Na enem temu pa Ewan McGregor, mislim, Ewan McGregor z brki je not, ja. Tako da to za vse božvalke brkov. Potem je Laura Byrne, je Demerzel, predstavnica cesarjev in zadnja preživela androidka iz starodavnih robotskih vojn. Spoiler! Zdaj smo že, zdaj je kar je. V finskih filmih Helmija Jasikoja je bila Biser in svinje in Lupaus obljuba, drugače pa v angleškem pa A Walk Among the Tombstones. Potem še Terence Mann, je brat Mrak,
v filmski seriji Critters je za tiste, ki imate radi kakšne take obskurne zadevice, in pa Whispers je v Sense8, ki ga tudi nikoli nisem pogledal, čeprav to vsi hvalijo. To je pa v redu, ja. Ja. In potem še Cassian Bilton, ki že ima ime tako, da bi mislil, da je to ime lika, ampak ni, je brat Zora, najmlajši od trojice klonov in prestolonaslednik brata Dneva in ni igral v ničemer posebnem. Tako da, to je to. Froc. Tako. In zdaj bo Igor naredil obnovo, domnevam, da knjige. Ja, Ja, ok. Pa tudi serije. okay. Torej, temelji se začnejo z Galom Dornikom, mladim doktorjem matematike, in Harryjem Seldonom, eminentnim profesorjem, ki je izumil na statistiki zasnovano znanost psihozgodovine. In z njo zmore napovedati mogoč razvoj civilizacije, ki na tej točki obsega celotno rimsko cesto. Harry ugotovi, da bo galaktično cesarstvo kmalu propadlo in da bo sledilo več tisočletij kaosa. Edina možnost za ohranitev civilizacije pa je priprava galaktične enciklopedije, ki bi zbrala in ohranila vso znanje človeštva. Ampak v bistvu je vse skupaj prevara, enciklopedija sploh ni pomembna. Ključno je bilo ustanoviti državo znanstvenikov, ki s časoma skozi neizogibne konflikte začne rasti in širiti svoj vpliv iz oboda na celotno galaksijo. I like the sound of that. Serija pa je o trojedinem kloniranem cesarju, seksi robotki, statistični usodi sveta, ki deluje na osnovi edinstvenih potez ključnih ljudi, ampak zgleda pa kar lepo. Oh, you broke the meme, they're not the same picture. Ne, res niste. Ja. Skratka, to je to, o čemer se bomo danes pogovarjali. Zdaj ste vse dejstva dobili servirana in čas je torej za pogovor. Moj prvi disclaimer mora biti, jaz serije nisem pogledal. Jaz večinoma mislim, da bi vse govorili bolj o knjigi, o seriji bom pa res omenjal, zato ker serija je res zelo drugačna. Zdaj, jaz mislim, da lahko se pogovarjamo o enih kontrastih, ki so zanimivi med serijo in knjigo, ampak je pa zelo drugačna. No. Jaz dejansko bi tukaj, kot je Igor rekel, je knjiga bolj izhodišče. No. Jaz sicer razumem, zakaj, in o tem bomo verjetno tudi govorili približno, no, zakaj pač to se ne da tako verjetno dobro userijati, ali kakorkoli bomo temu rekli, ekranizirati, ampak ja. Ne, najprej absolutno v knjigi in Mito, ti, ki si jo zdaj najbolj sveže prebral, pa mi dva sva bolj čustveno upletena, lahko poveš malo bolj, kaj o tem, da... ja. Okay. Meni je bilo všeč, v bistvu je Orang konkreten predstavnik, zajeten predstavnik hard sci-fi, torej težko kategornik znanstvene fantastike. V bistvu, torej, v 3 delih se razplete zgodba preko koliko 200-300 let, če se ne motim. 500, hvala. Knjiga ima v bistvu velik poudarek na velikih temah, na v bistvu propadu nekega galaktičnega imperija, potem kako se neka majhna družba sprva znajde, pol pa proba spopasti z pastmi, hkrati lastne ideologije, pa hkrati nevarnosti te nove, nepredvidljive galaksije. Ne? Kako najprej z enega planeta v bistvu kontrolirati, pa uspeti v bližnjem okolišu, potem kako se spopasti z nečim, kar psihozgodovina, ta velika veda tega galaktičnega imperija oziroma Sheldonove filozofije, matematike ne zmore predvideti, in potem še na koncu nekako se za lastno zrcalno sliko spopasti, kako v bistvu preseči inercijo originalnega galaktičnega imperija in v bistvu biti boljši galaktični imperij point 2 verzija 2. Mislim, zaobjema neke hude teme, in mislim, da jih zelo dobro razčleni. Mislim, da v teh koliko 720-50 straneh 680. Ok, bistveno daljša se mi je zdela, ampak je zelo zanimiva knjiga, ki načne ful hude teme. Je produkt svojega časa. Malo se mu pozna, da za voljo teh tem pa konceptov žrtvuje like. Ti preskoki časovni nekako pometajo za temi liki, zato da se v bistvu lahko nasloni na naslednjo poglavje, na naslednje teme in tako naprej. Kar je pač plus in minus, kakor boš vzel, odvisno od perspektive, kako vzameš to knjigo. Je pa zelo pomemben temelj, ker ogromno tem, če si sci-fi fan,
ali pa žanrski bralec, pozoren bralec, ogromno tem je tlep zastavljenih, ki potem zaznaš kasneje v Dunu, v Star Treku, v Star Warsih in tako naprej. Mislim, da mu je najbližji bratranec oziroma predhodnik Jules Verne, ki je, jaz mislim bolj kot Wells pa Mary Shelley, ki sta velika humanista, sem tak izrazil, ki imata te probleme človeštva proti nečemu onkraj, nad človekom, kakorkoli, ali pa britanskemu imperializmu, kakorkoli, se je Asimov tukaj lotil v bistvu zelo tehno propada rimskega imperija, aka ameriškega imperija, ali pa problem ameriškega liberalizma, ali pa... Ne, bom vse razčlenil, ali pa v debati. Pomikta se. Več slojev tukaj noter, ampak če se vrnem na Jules Verna, mu je pa velika podobnost to, da se rad spusti v podrobnosti, rad predvidi kakšno zadevo, rad nekako... ni zgolj prepričljiv, ampak si upa tudi predvideti kakšen koncept, da reče takole bo ali pa nekaj tasga. Ne? Tukaj je bolj drzen kot pa Wells ali pa Shelleyjeva, naprimer. Ne? V tem se mi zdi ena zelo pomembna razlika. Mogoče to tudi razlika med hard sci-fijem, oziroma trdim ZF-jem pa mehkim ZF-jem, kot smo mi v našem pojmovniku tudi pomenovali. In nasploh, mene je knjiga zelo presenetila, bil sem navdušen. Ima pa svoje minuse v tem smislu, da pač liki niso toliko. Mogoče za sodobnega bralca je to malo moreče, eni dolgi pasaži so noter, ki se malo vlečejo, ampak če se pregriže skozi to, te zelo lepo nagradi. Jaz bi samo tudi opomnil, da leta 41 do 51, ko je pisal, ni bilo propada ameriškega imperija, ker še ni obstajal, ampak je pa ful povezano s propadom britanskega, ki je takrat na polno razpadal. Ja, ampak mogoče sem se zagovoril, se upravičujem. Ne, samo to. Ker z današnje perspektive smo že pozabili, da je britanski imperij nekoč obstajal, ampak samo gledamo na njih kot ene kretene, ki se tako obnašajo. Jaz mislim, da se da preprosto tukaj noter, mogoče sem to hotel bolj povedati, kao kritika ameriškega liberalizma je tukaj posredja. Veš, ker v bistvu noter imaš kritiko na demokracijo, pa na trinoštvo in tako naprej. In on to v bistvu da, sicer kot neka stranska zgodbica, kako se v bistvu na terminu se v bistvu kao demokracija malo zatre, pa hkrati pripušča opozicijo, hkrati kontrolira opozicijo in tako naprej. To v bistvu se v bistvu nepomembne teme, mislim, za knjigo ne tako pomembne teme, ampak za kritiko ameriškega liberalizma, ki ga pa je Asimov sam pri sebi imel v ospredju, kar kontekstno. Mislim, če se zavedaš, v katerem času je to nastajalo, da v bistvu kao se gre potem že za skoraj da Eisenhowerski obdobje, pa New Deal, da ni brezzobno. Ne, to navezavo, ki ima že takoj na začetku v drugi zgodbi med Salvarjem Hardinom in njegovim lastništvom medijev, ki je prikrito, in kako mu to omogoča vladati, to je zelo taka. In potem imaš še večkrat neke te, tudi ne nazadnje v tretji knjigi, ko imaš Suburbijo, kjer so vsi zdolgočaseni do amena, in pač je to neka idealna družba, ampak ali je, če so vsi zdolgočaseni do amena? Ja. In potem imaš tisti Vegas, prednje dejansko obstajal Vegas, ker Vegas je v bistvu, kot ga danes poznamo, bil ustanovljen v 60-ih, ampak imaš tisti planet, ki sem zdaj pozabil, kjer pač so kazinoji in plaže in vse to, Kargan. Ja. Kot se meč Rajza. Jaz sem ga tako dojemal, mislim, ker je nekako ta atmosfera, kot drugega, pa nekaj tako podnebje. Ja. Ok, mene zanima, predvsem, zakaj ste videli to knjigo zbrala, zakaj si jo ti prevedel, zakaj si jo ti vzel pod okrilje. Ja, to da, Igor, dam neko delo. Da si ga znebim za par mesecev. Mislim, dal sem en kup predlogov, pa je on tega zbral. Okay. In potem sva zbrala najprej prvo knjigo, ampak potem sem jaz ugotovil, da trilogija v bistvu deluje bolj tako zaključeno in bolj smo to razširili. Ne, se meni je cool, da sem za intermezzo, da pač kao sta vzela res trilogijo v kompletu, da je res zaključena zadevca, kljub temu, da je koliko 6 ali 7 jih je v... 8 jih je, ampak potem je tak, da gre predzgodba Harryja Seldona, da pač dejansko naredili kritisto, potem v 80-ih nastajalo in je dost bolj
sodobno. Mislim, čist drugačen slog je, drugačen razvoj zgodbe in potem še pač shoehorned, kot bi Angleži rekli, kar malo vsiljeno not tele roboti, ki so v bistvu vedno bili tu zraven, kar potem serija v tej liku Demerzel. Skuša nekako popraviti. Ti pa se kaj vzel zaradi tega, ker je pure modernizem? Ne, zdelo se mi je pač z Andrejem Blatnikom sva takrat pač tuhtala, kaj bi da bi moderni klasiki dala tudi predstavnike žanra po novem, ne, in Andrej je takrat dal Raymonda Chandlerja, se pravi leto prej. Potem sem se tuhtal, če bomo že šli, ne bomo samo krimiče, kakor mi je Andrej razlagal večinoma krimiče hotel. In sem rekel, da ne, da bi bilo fajn, da je tudi kak ZF. In takrat mi je Igor to predlagal in meni se je to zdelo res pač tako zelo smešno, ampak ja, to so temelji znanstvene fantastične literature in pač mislim, da je to nekaj, kar absolutno mora biti v slovenščini. Strinjam se s tabo pač glede tega, da odpira pač neke zelo velike teme znanstvene fantastike, pomembne teme, hkrati pa se mi je zdelo, da v tem trenutku, ko recimo tuhtamo o propadu človeštva zaradi podnebnih sprememb, da je to mogoče spet ena taka zelo aktualna. Ne? Jaz sodobnega vidika, jaz mislim, da absolutno to lahko bereš kot propad zahodne družbe. In tudi serija se mal dotika tega, oziroma v seriji, jaz bom celo rekel, meni je bilo zanimivo, kar mi je bilo med knjigo in serijo, če smo zdaj itak začeli z debato, mi je pa ta fora, da recimo v knjigi nikoli ni čisto dobro pojasnjeno, mislim, saj je, namiguje se na to, ampak zakaj ta imperij propada, ne? Kaj je točno zdaj ta inercija, v kateri so se oni znašli. Medtem ko zdaj seveda serija skuša na to odgovoriti, ja, pač imperij vodi vedno isti človek, dejansko klon enega in istega človeka, ki ga seveda starejši klon nekaj nauči in on pa prevzame oblast in dela isto. Tako da je dejansko postane nek imperij enega človeka in seveda se to izrodi. Pač izrodilo se je s kloni, ker tega pač ne bi smel početi, ne? In zdaj to. In se mi zdi tako taka zanimiv odgovor, ker tudi tukaj ne vidiš čisto dobro zaenkrat v seriji še, kaj je tisto, zaradi česa ta imperij propada. No? Meni, čeprav mi je ta koncept všeč, mi je dost bolj to, kar je namignjeno v knjigi, kar je, da pač enostavno birokracija, ker Trantor opisan kot ena velika samoškatla birokracije in vse, kar oni producirajo, so zakoni in to je zelo natančno vzeto iz tega, kako je deloval antični Rim, ne? Ker to je bilo prvo milijonsko mesto in je lahko delovalo, pač lahko je preživelo samo zato, ker so jim non-stop z ladjami dobavljali hrano, ampak promet v rimskem pristanišču v antičnem Rimu je bil tako hud, da če ladja malo ni šla po začrtani poti, če je bil kak veter ali karkoli, ali pa da so se vesla polomila, potem so enostavno ladjo potopili, ker bi drugače zmotilo pretok blaga. Ne? Ja. Kakšen ancient trivia od našega Igorja. Hvala, Igor. Okay. No, in Trantor je tukaj zelo isto opisan. In mislim, da to bolj pokaže, kako propade svet, zato ker ko imaš ti center, ki je samo birokracija, ki je samo sam sebi namenjen, in potem imaš tisto, da imaš nekega cesarja, ki ga nadzorujejo oni in te vojne med plemiškimi družinami, to preko slej privede do konflikta. Saj smo gledali Igro prestolov, tisto je tudi zgodovina. To zdaj poveš po volitvah v Bruslu. Nigel Farage. Birokracija. Definitivno je v knjigi opisano tako, da je to res tak uradniški, ampak se bi bilo tudi logično, ne? Če ti celo galaksijo furaš, nekje mora biti, pa imaš samo eno središče, če imaš cesarja, je to eno središče, eno upravno središče, pol valjda cel planet mora furati celo galaksijo, da se jaz to ne predstavljam. Ja, mislim, da knjiga bolj eksplicitno, ne vem, za serijo ne vem, ampak mislim, da kar se eksplicitno loti tega, da kar reče, center je problem, centralizacija, problem birokracije, problem pa samozadostnost, je problem pa tudi napuh, oziroma ne samozadostnost, samoumevnost. Bolj v tem smislu. V tem smislu pa napuh, ne, je problem, ker v bistvu oni sploh ne predvidijo problema. Ne. Tudi Harry Seldon, ki jim predstavi, pač če se boste lotili tako, kot sem se jaz lotil, kje so problemi pokažejo, pa kako bomo mi nadalje propadli, ne, se oni ne odzovejo. Ne, in pač imamo tudi itak vse to vračunano noter. Se mi zdi, da v bistvu je kritika mogoče v knjigi, ne, pa v kontekstu primerno kritika Sovjetske zveze, ne, velikega državnega aparata,
To je on v intervjuju enem povedal, zato se navezujem na to. Ja. Da pač on je predvidel, da pač takšni sistemi proizvajajo velike probleme, ki ne zmorejo predvideti, ki ne vidijo onkraj svojega lastnega vnosa. Tako rečem. No? Ne, sej potem pa še pač hkrati imaš tudi potem ta skozi zgodbo progresijo. Pač začnemo z feudalizmom v bistvu in potem gremo na neko razsvetljensko podjetništvo, pol pridemo do merkantilizem, kapitalizem proper, religijo, ki se uporablja kot maska za tehnologijo v resnici. Ja. In potem do neke, ampak kar pa je meni najbolj problematično iz enega družboslovnega vidika, da si on zamisli končno rešitev, pa zdaj se probam izogniti, tudi ni nobene navezave na nacizem, da ima rešitev, da morajo biti ljudje, ki so nad maso, torej neka resna elita, ki kontrolira, kaj ljudje delajo. Ja, dejansko naredi tako zaroto svetovne vlade oziroma galaktične vlade v resnici, ki nadzoruje to z nekega središča, za katerega noben ne ve, kje je in kaj počne. Jaz bi še šel v bistvu bližje doma bi vsekal s tem, ker v našem slovenskem prostoru smo imeli že te debate, da v bistvu se mogoče slovenski liberalizem ne splača ali ne izide, ker imamo takšno politično sliko, kot jo imamo, in da bi se splačalo svet modrecev dati. A veš, namesto da imamo stranke, bi se bolj splačalo imeti kao nek državni svet, ki bi potem modro vladoval ali pa kakorkoli. Tehnična vlada, recimo, ponovadi smo temu rekli. To se mi zdi res super, da si to odprl, mi to taka zelo politično komentatorsko si to odprl, ampak to se mi zdi ena taka res zanimiva tema tu not, ampak dajmo mogoče preden gremo k temu, ampak to bo naslednja tema, tako da ostanemo pri, zapomnite si, zapomnimo si to vodi temo. Vodi nas, učeni ali harlamo. Jaz sem najprej vseeno hotel se pogovoriti o psihozgodovini kot taki. Zdaj vabili smo Slavka Jeriča v podcast, pa žal ni imel časa, on bi to mogoče znal razložiti, ampak on je že zračunal. Tu je meni eno zanimivo izhodišče, ki res lahko povežem na Slavkovo knjigo, v statistiki, ker on meni, ko sva se pogovarjali o tem, je rekel, v zadnjem poglavju on dokazuje, da gre stvari na boljš. Namreč statistični neki izračuni, enega, zdaj se ne bom spomnil imena tega znanstvenika, sorry Slavko, dokazujejo, da je revščine proporcionalno vedno manj. Kratka, odstotek revščine pada, odstotek ljudi, ki imajo samo $1, ne vem koliko na teden, ali kako je že bil neka revščina dan, globalno gledano, ta odstotek kao pada. In da pač pada tudi, ne vem, smrtnost se seveda povečuje, oziroma pač ne smrtnost, dolgoživost ljudi, vedno dlje živimo, vedno bolj, ne vem, vse kao gre, statistika naj bi dokazovala, da stvari grejo na boljš. Tukaj imamo seveda to zdaj psihozgodovino, ki zna zračunati gibanje velikih mas. In tukaj zdaj ne govorimo o 10.000 ljudeh, o 100 milijonih, ampak o milijardah ljudeh, ki živijo v galaksijah, zna zračunati, kako se bojo obnašale v prihodnosti. Zato zračuna Harry Seldon, da bo galaksija propadla in da bo trajalo, 30.000 let ali koliko barbarstva in skuša preprečiti, da bi, skrajšati ta čas barbarstva. In tukaj meni je pač tako zanimivo, ali lahko, tu smo zdaj mislim, da te debate, ki smo jih imeli seveda od preddeterminaciji, ki smo imeli pri Deus, ki smo imeli mislim, da še vsaj pri enih dveh filmih in serijah, tukaj se seveda zaprašati, kakšna je vloga pri posameznika v tem, se pravi, če mi lahko predvidimo, kako se bo gibale mase, to pomeni, da en posameznik ne more spremeniti ničesar, gibajo se samo mase, samo to, tudi on več čas napove. Jaz lahko napovedujem mas, ne pa posameznikov. Ja, in temu tudi v knjigi bo Igor povedal, postavi izziv. Tako. In tukaj me pač zelo zanima, kaj vidva mislita pač o tem. Tukaj se mi zdi to mal, ne vem, ali je to deterministično, ta pač njegova zdaj on zračuna, ali je to sam neki, ker pač Harry Seldon je pripravljen umreti. Do neke mere se on ve, da ne bo, ker je zračunal, da kaj se bo zgodilo tudi približno, ampak on je načeloma pripravljen umreti za to svojo teorijo. Cesarstvo bo propadlo, dajmo nekaj narediti.
Se pravi, to je njegova gotova točka. Točka gotovosti je cesarstvo propadlo. Se pravi, vse se da zračunati, najprej mogoče, kako sta vidva to doživela. A sta tako deterministično to doživela? Ja. Skratka, ne da se nič rešiti. V bistvu on predstavi, če smem, Igor, on predstavi psihozgodovino kot ultimativno analitično orodje, ampak ne zgolj to, kot tudi odgovor. On poda cesarju, ne vem, kjer je bil, ampak eno od teh krejonov. Ni cesar, ampak je nek tip, ki je glavni plemič, ker cesar je Frocija. Skratka, ta glavnemu kekcu, da pač ali imamo 30 let temnega veka, whatever, ali pa 1000 let malo bede, pa pol pridemo nazaj najjači ever. In zato rabi on temelje, enciklopedijo oziroma še drug temelj na drugem oboku galaksije. Drugem koncu galaksije. Meni se zdi, da v bistvu kao pač to je koncept, ful hud koncept, taki razsvetljenski koncept se mi zdi, da v bistvu kao mi za znanostjo, z našim umom, intelektom, sicer računalnikov tukaj ne omenja nekako pretirano, ampak ima kalkulator. Ima kalkulator, Schibler ima, ne. S tem on lahko reši vse, ne. Lahko predvidi velika gibanja, ne. Teh množic, mislim, da 25 milijonov svetov, na katerih živijo milijarde ljudi, tako da to je v bistvu mind-blowing cifra, ne. Meni se zdi, da v bistvu, da vem, vprašanje je bilo, če prav razumem, a je to sploh možno ali ni? Ne, možno, pač sem, da tem govorimo, to je zdaj v resnici meni zelo blizu recimo algoritmom, ne? Ja, to je zdaj danes Facebook in vse to, ki ti znajo napovedati, kaj boš ti kupil ali pa ne vem. Meni se zdi mogoče prej kot neki large AI modeli, ki v bistvu lahko, ne vem, ali najdejo izmed milijard možnih proteinov prave proteine za nove antibiotike, naprimer, ne? To je mogoče nekaj podobnega, ampak tle je en velik minus, ker ne predvidi mogoče, ker je malo zamejen. In tudi v knjigi se mislim, da to izpostavi za mulo, slepo pego, ki jo ima Terminus, pa jaz mislim, da še naravoslovje se tle malo izogne, ker oni so sicer fiziki, ki lahko berejo galaksijo, vse tako sem jih bral, ampak nikjer ni rečeno, kao mogoče pa bo ona supernova tam zajebala ene par svetov, pa mogoče bo to vplivalo gravitacijsko na neki. Niti potovanje med planeti in zvezdami. Asimov mislim, da je tle puščal, pa dobro, tega mu ne moremo zameriti, veš, kao, on je pač operiral za temo, se mi zdi, to je super, kao, dober koncept je, s katerim lahko nekako igraš te ideje, a se lahko v bistvu gremo kot ekonomija takrat, zato sem prej ameriški liberalizem notrfuknil, ker vnotre vrže ekonomija, že takrat v 40-ih, 50-ih, a mi lahko predvidimo, ne vem, kako se potrošniki obnašajo, kako se bo trg obnašal in tako naprej, se mi zdi, da v bistvu to je en odzven tega. Zdaj jaz menim, da jaz se ne strinjam mislim, da lahko predvidiš general, ampak večkrat omeni, na začetku tam je omenjeno, da določeni ti rabiš ali ogromno ljudi, ki da neko malo silo, da vpliva, ali pa malo ljudi, ki ima veliko vpliva. In mislim, da čeprav čist moja osebna filozofija je, da veliki ljudje ne obstajajo, ampak na določenih točkah pa vseeno. Recimo, če ZDA ne bi imele Franklina Roosevelta za predsednika, 4 zaporedne, ne bi najverjetneje rešili gospodarske krize, druga svetovna bi se vseeno zgodila in ZDA bi bili na isti strani kot Nemčija in bi šli harati po Aziji, najverjetneje, ali pa po Južni Ameriki. To je zaradi enega človeka, ki je imel en kup podpore, ki ni iz nič nastal. Ampak te stvari mislim, da so pomembne, da so pravi ljudje na pravih trenutkih, ko se kolo zgodovine obrača, recimo temu. The wheel turns. Pri čemer pa menim, da je od 80-ih dalje postala v popularni kulturi ena obsesija s tem, ker imaš ti junake, pa tudi super junake, ki so tisti, ki rešijo Komandos, Arnold Schwarzenegger, en človek pa bo pobil 200 ljudi, Rambo itd. Bolj ta Reaganovska logika. Ja, in mislim, da smo pač prišli tam do te skrajnosti, kjer
je to šlo v preveč individualizem in ni pač več pomembna neka skupnost. Ampak skupnost je tista, ki dejansko lahko naredi ljudi, ki bodo spremenili svet, zato ker sam ne more spremeniti svet, ker FDR tudi ni sam vsega naredil. Za njega dajem kot random človek. Štekava, ja. Ja. Ne, se jaz tukaj mislim, da je bolj vprašanje kura ali jajce v resnici. Ne? Jaz verjamem, da se tako, kot si ti rekel, se seveda važno, da je nek pravi človek v pravem trenutku na pravem mestu, ampak zdaj vprašanje je, ta človek gotovo ni samo produkt lastne vzgoje in knjig o samorasti, ampak gotovo je to človek, ki je produkt svojega časa. Se pravi, da je to nekdo, ki pride ravno zato mi temu rečemo pravi čas, pravim cajtu, ker ga pač sile zgodovine usmerijo tja. Se pravi, dobi tako podporo, zato ker ljudje, ki jih prepriča sam, ampak je tudi nek zeitgeist, ki vlada, v katerega ga ti lahko prepriča. Ja, jaz bi tukaj v miks še vrgal uporništvo, ker v bistvu vsi ti liki, ki so nekako se spostavili kot odgovor na krizo, ki jo Harry Seldon ali pa njegov AI predvidja, so do nek način uporniki proti obstoječemu sistemu. Da v bistvu, čakaj, kaj je že on drug, Salvor, Hardin, pa še par menkatalistov, pa Homermelov. Mislim, tako pogosta tema je noter, da v bistvu kao, imaš obstoječi sistem, ki nekako zapade v lastno inercijo, kljub temu, da se vedno zanašajo na enciklopedijo, termine, terminus in tako naprej, temeljeve in tako naprej. Ampak se morajo opreti lastni vzgoji, lastnemu sistemu in tako naprej. To je ta individualizem, se meni zdi, da v bistvu je že noter inkorporiran v ta sistem. To je malo zanimivo, ker točno to, kar si ti zdaj rekel, to sem jaz tuhto med tem, ker sem urejal knjigo, ker on sicer trdi, da ne moreš napovedati posameznikov, pač kako se bo obnašali, pa tudi to so velike mase, ampak posod na teh ključnih trenutkih imaš ti točno to. Nekoga, ki se upre točno tisti pravi trenutek in ki ne posluša nobenega, ampak gre čist po svoje. Jaz mislim, da Harry Seldon pove, kriza bo nastopila čez fucking 50 let. You see it coming, ampak ne poda pa odgovora. Zdaj pa v bistvu pisateljsko se mi zdi zelo pripravno, da je v bistvu odgovor nek Marlon Brando na bajku, da se tako izrazim. Probam biti v kontekstu primerno, 50. Tam Hober je dost obist. Ali pa ne vem, James Cagney, ki so 40 pa 50. James Cagney. Naprimer, pač nek opornik, ki se opre proti temu, tako da v bistvu malo je zmeden ta message v tem smislu, predvidimo krizo, vemo, kdaj bo nastopila, ne bom vam pa dal odgovora, vi se znajte, ampak ta odgovor je bolj ali manj v knjigi, kako gre nek vrli posameznik, ki se odzove z vesti primerno, naprimer. Razen v zadnji knjigi. Kar je zelo ameriško, zelo modernistično tudi. V zadnji knjigi, kjer pa je potem odgovor huge conspiracy, ki ima plots within plots, ki ga bomo izvedli, in ena mala punčka, ki je sred tega in ne ve, kaj se je zgodilo. Se tukaj bi pa mogoče, čisto ko zaključimo te velike teme, malo mogo omenil, kako si v bistvu pisanje knjige ima nek določen log, vse jaz sem ga zaznal, ne vem kako pri vama, da v bistvu pisanje se izboljša, vse z meni se zdi. Pa tudi, kako je zaplet, pa kompleksnost postala bolj globja, mislim, bolj kompleksna. Kompleksnost je postala bolj kompleksna. Kompleksnost je postala bolj kompleksna. To je mito, Prvi neki pametnejši ženski lik se pojavi. Že to, we got women. Tako da No sej, pa se to navezuje seveda na drugo temo. Zdaj, tle imamo, tako kot si rekel, nekdo nekaj napove, nič navodil ne da, oziroma vedno se pojavi vmes, pa nekaj pametuje. Ampak potem imamo pa to, kar Igor rekel, veliko konspiracijo. Ker zdaj pa so čez čas to rata zelo jasno in z drugimi temelji še bolj, da pa seveda zdaj obstajajo sile, ki bojo uresničile ta načrt, se pravi, ki pušajo stvari v pravi smer. In je zdaj vprašanje, koliko je to še načrt, ki se samo uresničuje, ali je to zdaj načrt, ki ga nekdo uresničuje, da se samo uresničuje. Hkrati pa mi je ful ta zanimiva, ker to Igor recimo dal v izhodišče in se meni zdi najpomembnejše tukaj noter. Harry Seldon naredi ta model, izračuna konc bo civilizacije, potem pa začne skrivati stvari. Že od začetka, kje so drugi temelji, ali sploh obstajajo. Potem, skratka, psihozgodovinarje sploh ne jemlje na terminus. Psihologov niti ne. Nobeni oni skratka ne vejo, nobeni nima nobenih načrtov,
kako se bo stvari zgodile, kaj izračunajo. In tukaj se začne ta zanimiva teza, po kateri so ljudje pač ovce, a ne? To, kar smo se pač prej pogovarjali. Ljudje so ovce in jih mi moramo, ta pametni, usmerjati bodi si tako kot posamezniki, ki se oprejo sistemu, bodi si celo od zadaj kot neka totalna zarota. In tukaj jaz vidim to, kar je Mito prepovedal in kar mene recimo dostkrat moti pri recimo Levici. Zdaj smo se opravičujem 5 minut za slovensko politiko. Tukaj je, ne, kar smo videli zdaj pri evropskih volitvah, kjer bomo vsi, izvolili so fašiste, ne vem kaj, se opravičujem, če se ne strinjate s tem, ampak par ljudi je fašistov bilo izvoljenih. Kaj se je zgodilo tukaj? Ti so šli med ljudi, nagovarjali so ljudi, sprejeli so jih tam, pogovarjali so se z njimi, pogovarjali so, ponujali so jim za nič rešitve, enostavne rešitve in zelo težko je skomunicirati kompleksne rešitve, še posebej, ker to niso rešitve, ampak so kompleksni poskusi, da mogoče, če bomo vse to naredili, bo neka rešitev, ali pa celo, jaz mislim, da ta trenutek še vedno nimamo v globalnem svetu politika, ki bi jasno povedal, živeli bomo mogoče slabše, ali pa ne slabše, drugače, z več odpovedovanja, z več neke kontrole, samonadzora in ne vem česa, da bomo rešili fucking planet in živeli na njem bolj v skladu z fucking naravo, v kateri živimo. Samo kratek intermezzo, dejansko je Tim Robbins posnel film, kaj se zgodi, če probaš s tem, da to poveš. Bob Roberts je naslov filma, volitve so not, en country pevec je, ki je populist, pa eden politik, ki točno to pove. Zmaga populist. Ne, izenačena sta in potem populist sfejka poskus atentata, ki ga izvede Jack Black, ker je dober friend od Tima Robbinsa. Logično. Ne sem zmaga. Ven na dan volitev pride njegova plata, ki je I'm gonna live. No, skratka, tukaj je ta, jaz mislim, da je ta nek odnos do mas, do množic, v tem smislu, da se ti ne boš pogovarjal z njimi, ker so butli in ne razumejo nekih vprašanj in jih boš ti pač vodil. In tukaj je, jaz mislim, da to, kar je zelo bistveno vprašanje te knjige. Ne? In to je? Ali Hari Seldon, kaj je v resnici tako narobe, mislim, če je s cesarstvom nekaj blazno narobe, zakaj je na to odgovor neka totalna konspiracija? A je to pravi odgovor na to? Jaz bi pa mogoče obrnil to vprašanje, ker, bi rekel reči, smrt cesarstva je dano dejstvo. Noben ga ne bo spremenil. Tako da niti ne gre se za vprašanje, gre se za dano dejstvo. A tukaj cilj upravičuje sredstvo? To je boljše vprašanje. Mogoče potem bi šli tako, ker to mene tisto, kar ne. Ker tukaj recimo, nedolgo tega se absolutno niti malo nisem strinjal recimo z Antokom, da ne bomo sam šimfali ta desnih, kjer je recimo pred, ne vem, zdaj že meseci, mogoče celo leto nazaj, branil Tomaža Mastnaka, ki je zavajal, manipuliral, lagal v svojih kolumnah o svetovni zaroti, cepljenja in ne vem kaj. Češ, da vseeno je pa on proti establishmentu, proti sistemu, proti velikim pač nadzoru nad množicami in da je to cool. Da je on skratka njegov cilj, ki je neka svoboda, da je posameznik bolj osvobojen, je cool. In spreglejmo mu mi laži, zavajanja, manipulacije s podatki in tako naprej, zato ker njegove nameni so pa čisti. Tukaj se jaz ne strinjam. In tukaj se jaz tudi s Harijem Seldonom pač tukaj ne morem strinjati. Meni je pač to, da ti neke stvari skrivaš, da veš, kaj bo in da jih usmeriš iz ozadja, se mi zdi zelo, zelo napačna politika. In tudi vse, kar smo mi, kar je Igor pač rekel, vse, kar mi vidimo potem, kaj temelji delajo Terminus. Ne vem, če je to resnici civilizacija, ki bo boljša. Mislim, kakšen je pol ta imperij, v katerem živijo, če je to boljši imperij. In pa v resnici, a bo to res dobra družba na koncu? V bistvu v osnovi je reakcionarno odgovor, ker v bistvu se gre zgolj za kontinuiteto. Tudi on poimenuje v bistvu to post-1000-letno temno dobo. Drugi imperij. Drugi imperij. Pač še vedno imamo potem neki imperij, ne vemo, kaj je, ne vemo, karkoli. Še vedno je pa imperij. Še vedno je nekaj, kar želimo ohraniti. Meni se zdi to konzervativen odgovor. Ampak v bistvu zato je to veliko vprašanje. Si sam rekel, da v bistvu sredstva upravičujejo cilj in tako levo desno.
nova vlada, ali leva ali desna. Mislim, Cilj upravičuje se. Hvala. Se vem, malo govorim, jezik me prehiteva tukaj. Zdi se mi bolj vprašanje, ki ga je Simo po moje sam tehtal, osebna odgovornost ali pa svoboda napram velikega sistema. Zdaj naša civilizacija, njegova ali pa civilizacija prvega/drugega imperija vredna sploh ohranitve ali pa ne. Mislim, da v prvi knjigi poda en zanimiv komentar, ko v bistvu ti okoliška kraljestva planeti zapadajo v anarhijo, pozabijo na jedrsko energijo, zapopadajo v premog, naprimer, to je zelo taka podnebna fora, ne? In potem temelji pridejo nazaj in rečejo, mi imamo boljši odgovor. Ne? Kljub temu, da so oni del mozaika, ki se potem na koncu izkaže, da na nje vplivajo drugi temelji in velika zarota, tako si se ti izrazil. Mislim, da Asimov tukaj cilja na to, da pač smo podrejeni. Ali pa boš vedno podrejen, ali pa bo planet vedno podrejen neki določeni ideologiji. Ja, domnevam, da iz leta 40, ko on to pisal, jaz mislim, še vedno odgovor znotraj sistema. Mislim, da on kot Američan podaja dobro kritiko Sovjetom, da pač Sovjeti se boste zajebali, zato ker ste birokratsko mrtvi pa zatrti. Medtem ko mogoče bo pa nek osvobojen posameznik lahko privedel naprej, ampak mogoče pa tudi sam bil posledica tega ameriškega liberalizma. Da v bistvu ameriški imperializem pa liberalizem ima tudi svoje podreditve. In mislim, da niti ne podaja dokončnega odgovora, zato se vsaj v tej trilogiji izogne konceptualizaciji drugega imperija, podaja pa pač zgolj konec neke temne dobe, konec nekega nasilja, kot v drugem delu trilogije, kjer se pač prvo cesarstvo nasilno vojaško odzove na temelje, na lasten produkt in tako naprej. Ampak kompleksno, mislim, zelo je slojevita. Jaz mislim, da pač, kar sem tudi s Premki napisal, v času, ko so te knjige izhajale in nastajale, se je svet odločil, da bojo ustanovili Združene narode. In Združeni narodi so predstavniki ljudi, ki so izvoljeni noter in morajo najti nek konsens in tako dalje. In mislim, da je on videl rešitev v Združenih narodih, ki bi imeli neko moč dejansko moč nad nacionalnimi državami. Tako, ker so nacionalne države absolutno bile problem v 40-ih, ko vemo. In mislim, da je tu ena glavna obljuba, kako bi naj delovalo. Da se čist ljudem odvzame neka vplivnost, ampak hkrati pa ne gremo full on birokrasi sovjetskega imperija. Mislim, pa hkrati jaz bi celo tako rekel, da je to tudi po eni strani spet, da se vrnem na današnje razmere, zelo alegorija zahodne družbe. Zahodna družba je najprej tu je ozemlja podrejala z vojno, tako kot imamo tu na začetku so vojne, jedrska tehnologija, skratka z neko tehnologijo, potem je prišla religija, ki je bila v resnici nadaljevanje vojne z drugimi sredstvi. Kar mislim, da Shogun zelo lepo pokaže. Super, tako smo tudi Shogun gledali. Potem pride seveda ekonomija, ker pač religija več ne drži teh ljudi in potem pridemo z multinacionalkami in izropamo. In na koncu postane tako z drugim imperijem mal humanizem. Se pravi to, kar bi sicer danes nekateri opisali kot volk. Kar se jaz strinjam, da do neke mere seveda problem, ko ti rečeš, ne vem, neki afriški poljubni državi, in to zdaj ne govorim rasistično, ampak z tega stališča, rečeš, vi, kako grdo delate z geji, medtem ko pri nas še vedno čisto normalno, ne vem, sodelujemo z drugimi afriškimi državami, ki tudi to delajo z geji, ampak pač, ker so nam dali svetovno prvenstvo v nogometu, pa ker nam dajo nafto. Pri afriški državi in gejih imamo eno stvar, ki je ful pomembna za omeniti, da v mnogih afriških kulturah so bili geji povsem sprejemljivi, dok niso prišli kristjani tja pa rekli, geji so pa evil, pa jih morate pobiti. In ne glede na to, katero religijo so kasneje ali kakršnokoli kulturo so zavzeli, je v večini afriških držav vso pač homofobijo ustvarila rimsko-katoliška in še bolj protestantska cerkev. In jo še ful vzdržuje z raznimi
programi pomoči, ki bi naj se borili proti AIDS-u z vzdržnostjo in razlaganjem, da so gej evil. Tako da, kdorkoli misli kadarkoli kritizirati Afriko glede gejev, mislim, da naj gre v Rim, pa tam začne. Ampak to hočem reči. Tudi seveda zdaj Rusom očitamo eno, Izrael pa mirno gledamo zraven, ker počne trikrat, včasih hujše stvari je bistveno hujše. Skratka, tukaj se mi zdi, da mal mi je iz tega vidika knjiga res zelo blizu. Ne? Čeprav še vedno mislim, da pač globalna zarota pač pametnih ljudi, razen nas treh, ni rešitev. Mi je pa zanimivo, ker je to res obdobje pred drugo svetovno vojno, ko se spet spostavijo ti lideri. V drugi svetovni vojni. Veš, tudi Churchill, pustimo to, da je seveda bil na pravi strani zgodovine in te stvari, to sem dal v navednice, niste videli, ampak tudi on je bil nek lider, ki se tako, ko ste rekel, pojavi se v pravem času in tako, ampak tudi mi smo imeli, ti si proti Hitlerju postavil druge liderje, namesto da bi jim imeli odgovor, ne vem, še več demokracije. Valjda, ne, vojno si ti mogel rešiti z vojno, se jaz nisem tle idealist do te mere, naivn, da bi verjel, da zdaj, ko nas bojo Rusi začeli bombardirati, da bomo mi hodili ven, pa govorili, ne, dajmo razširiti, dajmo narediti občine, pa da ima vsak človek en glas. Ne, jaz mislim, da spet, če se vrnem k Rimu, vrnimo se k Rimu. Otroška križarska vojna je vedno najboljša rešitev. Poslati otroke v Jeruzalem, da bojo prepričali zavojevalce. Hvala, Igor. Ena boljših potez sploh križarskih vojn. Jaz bi samo gledal, tu imaš celo to zaroto itd., ampak ena ful pomembna stvar je not, ki ni tak face front and center in se pa res na sedanjost navezuje in posebej na Trumpa in vse ostale populiste. In to je, kako vsi pozabijo znanost, kako znanost dajo na stran, znanost je nepomembna. Ko pride do težav v cesarstvu, vsi rečejo, ok, znanost ni pomembna, vsi imamo svoje feude, tam potem imaš, ne vem, one, ki skrbijo za elektriko, ki se deduje tale poklic. In noben ne zna več narediti, elektrarne znajo do neke mere vzdrževati, noben ne razvija ničesar novega, ves razvoj je slab, kar na neki točki celo temelji zapadejo v ta isti cikl. In to je nekaj, kar je trenutno res problematično v sodobni družbi z znanostjo, ki se zapira za patenti, kjer dejansko farmacevtski industriji ni v interesu razviti zdravila, ki bi bilo prepoceni za določene stvari včasih, kjer nabijajo cene za zdravila, ki ni nobenega razloga za to, če smo samo pri zdravilih. Sure. In ne vem, čist najbolj drastično pa je, ker je bil Trump predsednik, kjer so morali brisati podatke, ki so bili povezani z podnebnimi spremembami in okoljevarstvom. Dejansko so uničevali znanje. Isto kot so nacisti uničevali knjige. In mislim, to je ena najbolj teh sporednic med Trumpom in Hitlerjem, ki jih ni malo. In menim, da je to nevarnost, da je to nekaj, kar smo šele na začetku tega, kako hudo lahko šele postane vojna proti znanosti. In tudi vsi ti napadi na woke kulturo, to so dejansko napadi na znanost. Ker če ti trdiš, da s tem, ko Legebitra pride med delavnico v šoli, pa reče, glej, vse je v redu, če princesa reši princeso in jo pol poljubi, ne rabi vedno princ rešiti princese, ali karkoli drugega, tem, da smo vsi enaki, da to zatiraš, to je boj proti znanosti, to je boj proti enakopravnosti. Hvala, anti-Joe Rogan. Ampak absolutno se strinjam, to je ena zelo pomembna točka, definitivno to, ta vera neka v znanost, ki seveda leta 30-40 je bila absolutno in tukaj se je tudi znanstvena fantastika v končni fazi rodila. Te ne nazadnje Žil Verne, ki ga je Mito omenil, se to so podmornice, Tip je naredil, predvidel je podmornico, naredil je, verjetno ni, ali pa v kakšni alternativni zgodovini. Obstajajo verinisti, ki verjamejo, da je vse to, kar je on pisal, res? Z tega bi se poskušali, se ona The League of Extraordinary Gentlemen in te fore, so malo te steampunk, to je Žil Verne, sem tisti se ni posrečilo. Ne. Ja, ampak se mi zdi super.
točno to je. Pač to je ta neka vera v tehnologijo, ne nazadnje tudi sej, in znanost, nekaj je tudi, hočem reči psevdozgodovina, psihozgodovina, je pač točno ta vera. Ne? Ti lahko zračunaš nekaj in zdaj dajmo se potem ravnati, ampak noben ga noče poslušati. Ne? In ja, zdaj smo točno v tem. Ja, pa tudi mislim, knjiga po mojem, za moj občutek, po mojem, premalo dvoma vključuje noter v te velike postulate te družbe. Zdaj, v bistvu, imperij pride, imperij pade, kao to so neka dana dejstva, psihozgodovina je kar, a veš, po defaultu ima prav. Kljub temu, da drugi temelji, tam ima še ene par zanimivih pesažev, kjer se prvi govorec nekako spopada za svojim vajencem, kao jaz sem rabo, ne vem, 10 let, da sem skužil majhen del enačbe, da sem lahko predvidel neko majhno pizdarijo, kak ena, ne vem, flanca tam zraste, whatever, karikiram. Veš, ta neki dvom, ker naprimer, malo me barva, ker sem glih kar prebral Bradburyjev Fahrenheit 451, kjer se pa medijska pismenost, pa človeška kreativnost, je v bistvu zelo ena druga špora sci-fija, ki je pa bolj Mary Shelley, pa Wells, pa tako naprej, kjer se pa postmodernistične romanje, kjer se pa dvom v diktat ali pa zaroto, ali pa politiko vzpostavlja kot tisti posameznik, ki se mora sam sebe osvoboditi, blablabla. Tle je noter nekaj to nastavljeno, nikoli pa ni tega dvoma, da bi nekdo v drugih temeljih vreval, kaj se vi greste pizda? Ne, ker ta psihozgodovina je skoraj narejena kot en kult. Ti v resnici nekdo pove, ampak razen Seldo na to noben ne zna zračunati, razen pač skratka 2-3 ljudje so, ki zna. A bi ti res zdaj to verjel, a ti lahko zdaj temu verjameš? Mislim, in spet dobesedno res uporabljam glagol verjeti, ker pač tukaj ni druge, zato ker ti moraš res, tukaj je res za zaupanje, gre za neko, zato ker ti tega sam ne znaš zračunati. Zdaj v seriji je še to dodatno pokazano, ker je ta pač karkoli pač ta naprava je, ki uporablja psihozgodovine, ta advanced kalkulator, je pač skratka projicira nekaj, česar ti pač zelo lepo zgleda, bom rekel, no, ampak ti ga pač zgleda, ker nekaj pač pleše, nekaj, kaj je ona laterna magika, laterna magika in pač ti se ti gledaš in je pač lepo, ampak tega seveda se ne da nič razbrati in se mi zdi, da je tako malo je točno tega, nobenega dvoma sploh ne sme biti, ne, še posebej, ker je tako zavarovano, ker če bi mi zdaj vsi vedeli, kaj se bo zgodilo, seveda to lahko vpliva na rezultat, ne, da se to ne zgodi, kar je pač super za tako znanost, ker pač ne rabi nič pokazati. Ne? Pa tudi pripravno za pisanje. Tako bom rekel. Ja, valjda. Valjda je najlažje tudi tako. Ne? Ne, sej, pač vedno pri takih vprašanjih pridemo do vprašanja, ki ga ena moja sošolka postavila na faksu pri poeziji, ko smo delali angleški. In je pač zelo dolgo spraševala in potem smo rekli, kaj hočeš reči, besede je nizala pač. In potem je rekla, well, if that's not what it is, then what's the meaning of life? Veliko je zahtevala od jajca, ampak točno to. Mene tako kot nekdo, ki je zgolj prebral temelje od Asimova, ne? Pa vem, malo poznam njegove koncepte v smislu pozitronike, pa robotike, pa tako naprej, kako je v bistvu vplival tudi na Star Trek v tem smislu. Kako bi se on v bistvu temeljal lotil, če bi naprimer Deborda bral, ali pa če bi v bistvu ta postmodernistična kritika že bila dosti bolj prisotna, ne, v 40-ih, 50-ih, ampak ni bila, ker še postmodernizem ni bil toliko bolj prisotna, ampak veš, da se medijska krajina, ne, on je bil šele na začetku Mad Menov, ne, on je bil šele na začetku televizije, ne, on je bil šele na začetku masovnih medijev, ne. Kako bi se v bistvu on takrat lotil teh gibanj množic, kako bi on to opisoval, ne. Zdaj ne vem, komot me kdo popravi, če se to kasneje lotil, ne, ampak veš, tukaj to pogrešam, ne, v bistvu, kako je v bistvu so lahko bile te množice mogoče bolj pasivne, mogoče bi lahko to bolj konkretno napisal, ker si znam predstavljati, kako je hardcore tlele pisal neke zadeve, kako bi se hardcore sci-fi lotil tudi tega, da je v bistvu nekaj pasivizirano za to, da se dopusti temelje, enciklopedijo in tako naprej. To je zelo super v bistvu komentarja, ker dejansko je množičnih medijev, dobro, bili so časopisi, ki so takrat, se pravi, to je... Ja, pa propagando ima nekaj malega. To je svetovna vojna, kar pomeni, da takrat so časopisi imeli tudi, 3 dni stare novice, valjda, svetovne so bile gotovo teden dni stare, ne.
Tako da ja, mogoče seveda ni bilo na ta način, da bi seveda se lahko množica instant takoj odzivala na neko stvar, ki se dogaja. To bi verjetno dost spremenilo. Ja, to sem se v bistvu malo igral, ko sem bral, kako bi se on kot pisec odzval na te zadeve. Ja, on je seveda na množice gledal čisto drugače, se je logično. Takrat so množice pač šle v vojno, zato ker je nek brkati tip rekel, judovska zarota je, dajmo pod jarmi. Tako se mi zdi, zato sem v bistvu omenil kot res modernističen pristop do tega, ker se v bistvu gleda velike, grobe koncepte, množice, v bistvu tako ogromne številke, psihoanalize, take koncepte, ljudstva, blablabla. Tako, manjka pa te mogoče, tu pa tam res tega miniaturnega pristopa, da bi rekel, tlele pa se tale odzove na ta način, zato ker je pač, ne vem, preveč cajtning obral naprej. A veš? Ni osebnih ljudi, pa tudi pač liki, ki so basically edini lik, ki je koliko toliko razvit, je Arkadi na koncu. In vsi ostali pa pač malo grejo mimo. Pa Arkadi je pač tudi malo preveč stereotipna najstnica, ampak kar se tiče ženskih likov, je tak napredek od vseh prednjo. Ne, se tudi naprimer Mula, kot tisti, ki podre malo račune prvim in drugim temeljem. Ne, da misliš reči malo spoilera, Magnifico. Šur, ja. Ne, ampak tako, on je opisan kot neka skoraj da težko portretirana oseba z nekimi očali, niti ne veš, kaj se mu dogaja, ampak on ima kar neke hude sposobnosti, ki jih težko opišeš, on se jih tudi izogiba, ampak on ima vplive na milijarde ljudi, kako to počne, kako se je to izrodilo, mutiralo, kako, veš, tako ful ne postopi do tega, vem pa, da za zgodbo ga pa rabi, ker pač te ideologiji mora postaviti nek minus, in pač kao to za zgodbo, za ta hard ZF, je pa to super. In se mi zdi, da v bistvu bralcu, če že prodajemo to knjigo, ajde, preberi si ta shit, v zelo pozitivnem smislu. Pač imel v mislih to, da v bistvu je produkt svojega časa, pa imel v glavi te velike koncepte, kot v 40-ih, 50-ih, kako velik zanos je bil tukaj, da se nek mlad Američan kot Asimov, v bistvu spopade z vzponom Amerike, liberalizma, tehnologije, ta veliki zanos po drugi svetovni vojni, kako se v bistvu lahko prihodnost malo bolj vedro zre. Sure. In tudi še ena ful pomembna stvar, ko to prebereš, potem vidiš vpliv na druga dela. Vidiš Dune, ki je odgovor na to, kjer Paul Modib je Mula. Vidiš Star Trek, not original series na polno, pa tudi Next Generation še imaš vedno to. Ja, pa tudi, veš ta, čeprav razumem, je v bistvu on bil ta prvi, ki je imel tako velik zamah ali pa zanos pred tem, kako je v bistvu galaksijo si lahko zastavljal, da je v bistvu to razsežnost tega, v bistvu si upal malo noter zacahnati, da v bistvu tele potovanja od točke A do B niso kar tako kot v Star Warsih, naprimer skočimo noter za Han Solotom, pa se pojavimo, ne vem, na Kašiku ali kjerkoli pač, ampak da pač so tle potrebne preračunavanja, pa so pasti posredi, je čas posredi in tako naprej, da v bistvu, No, pa hkrati mi je pa ful všeč, kako v bistvu se menja žanr cel čas in čist začetna točka, ki ti spremljaš, kako Gal Dornik pripotuje na Trantor, je potovanje vsakega priseljenca v New York, kar je bilo v milijon štorijah, tudi slovenskih, kako on pride v tisto veliko mesto, kako ima ogromne oči in kako dejansko ga agenti spremljajo in je pod nadzorom takoj. In v bistvu je tu zanimivo, da pač, če pogledaš celo trilogijo, tam je Gal Dornik pod nadzorom in čap, mi vemo, kaj ti delaš in ti bomo povedali, kaj ti delaš. In pa na koncu priješ do tega, saj to je prav. Jaz bi mogoče drugače rekel, da v bistvu kao se tukaj v prvi knjigi bolj loti kao neke klasične monomitologije, nekega enaka, pa sem mišljal, to bom tole bral, ampak pol ne, pol ti fakeče pokaže, kar naenkrat 50 let mine, pa kar naenkrat 200 let mine, pa veš tako naprej, da v bistvu je to dosti bolj ti mind blowa, ko se v bistvu obrača skozi strani. Kar se tega tiče, je pa manj konzervativna in predvsej bolj taka kolektivna roman, ker tukaj res imamo tri knjige, 3 romane, 3 različne zgodbe, ki res gre za preskok, kar si serija recimo ni mogla privoščiti, in zato imamo v seriji enotne like, ki potujejo skozi čas, ki se klonirajo, karkoli pač od tega, samo da bi se rešili tega, da ne bi zdaj ti
po eni sezoni imel čist drug cast in druge like. No. Kar se mi zdi tako zelo, bolj konzervativno v resnici, kot bi smelo. V bistvu je. Tako da in isto bojo očitno pri Free Body Problem. Ne? Bojo tudi ohranili neke like zunaj in se združevali in bojo ves čas ti liki. Ne? To, kar smo se prej menili, Free Body Problem je, mislim, da od sodobnih ZF-del najbližje temelji. Poleg Free Body Problem je še, se bolj spomnil, kako se reče, ena zadeva, ki je pa ful bolj hudomušna. Ne, tam imaš bitke v poeziji. Ampak ta grand scale of things in kak vpliv lahko ima človek na galaksijo, v bistvu. Tega je ta vprašanja iz ene sodobne perspektive isto preoprašuje in isto imaš, da pač liki niso tako ful pomembni. Je pa to, da Free Body Problem dejansko začetek vseh treh knjig je pač sedanjosti in imaš ene like, ki potem nekako skočijo naprej skozi čas, pač skozi to hibernacijo. Ne? In v bistvu je dost manj sprememb potrebnih, da to uskladiš, tako kot so v seriji to naredili, kot jih je za tole. Tukaj so pa čistili spremeniti vse. Tam pa so pač minimalne prilagoditve za to, da dobiš iste like. Ja, je pa, če smo že pri seriji, ni najboljša, mislim, da se z Igorjem glede tega strinjava, da ni glih to nekaj najboljšega, kar boste videli, je pa vizualno zelo impresivno, tudi moram reči. Od vsega, od tega, kako imperij izgleda, do tehnologije, ki jo imajo, ne bom rekel, da vse stvari imajo smisel, ampak izgledajo pa fajn. Tako da in je dost bolj, jaz bi rekel celo neke vrste, dost bolj fantazijsko smerjena, če primerjam recimo z Expansom, kjer se vse zdelo tako zelo tehnološko, tehnično vse, tukaj je pa bolj tak, ne vem, kaj je, zdaj Apple in 3D animacije. Imaš tudi ta vprašanja, ki se tukaj knjiga sploh ne obada z njimi, ki jih oni odpira, kot recimo, tam imaš neko ful pomembno religijo, ki meni, da moraš pač najbolj se dokažeš tako, da prepotuješ skozi neko puščavo, ne vem, kako dolgo greš, in imaš tam vizijo in to je dokaz, da imaš dušo. In dejansko to izvede Brother Day, torej klon, ker oni trdijo, da kloni nimajo duše, in on si zmisli, da ima vizijo, oziroma od nekoga, ki tam ga vidi umret, poleg ukrade vizijo, in potem trdi, da ima dušo. Medtem ko robotka Demerzel tudi to pravi, ampak ona ima vizijo, zato ker robotka pa dejansko ima dušo, ker ni prazna. V glavnem, to so zelo zanimive ideje, ki jih not vključi. Ne? Ampak tak vsake toliko, isto kot pri Flash Forwardu, kakšna huda ideja, dajmo to pozabiti. Tako je. Ja. To meni tako zmotilo. Glavno, da je robotka seksi, kot si rekel. Da ni pač. Če je lahko, mislim, kdo ne bi izkoristil robotke za seks? Zato jih imaš. Pa še ful dolgo rabijo. Tako da se čakam sicer tete sezone. Druga se mi zdela tudi zanimiva, pa meni je ta koncept teh cesarjev treh zelo se mi zdi odštekan in pač zanimiv. Tudi to je taka, veš, kako bi res bilo, da bi res nekdo vodil ves čas kao en človek zdaj temu, ne? Seveda ima druge izkušnje in tako, ampak živijo pa v dokaj kontroliranem okolju in tudi oni tuhtajo o tem, kaj bo njihov prispevek k vladavini, ne? S tem se si ubadajo, zato ker so pač kloni. A niso Ludviki od 12. do 16. bolj ali manj ista zgodba? Smisel, da širko kloni. Ne, niso bili kloni, ampak veš. Kloni pa. Vsekakor. Predvsem 14. What a clown. Hey, it's good to be king. Kaj veste? Tako da to se mi zdi, mislim, kar se tega tiče serija, jaz mislim, da mogoče mičkeno spregledana, ampak je pa zmedena in tako. Ni pa njen problem to, da so nekateri moški liki zdaj v seriji ženske. To folk prav govori. Zakaj je to wokified? In prvo je bilo tako, a bi ti res gledal serijo, kjer so fucking sami tipi, ki se pogovarjajo z drugim v sobah. In kadijo na veliko. Ker to je pa malo pri knjigi, to se mi je pa zdelo zanimivo, ampak je tudi kaže se, da je bil Asimov res mojster tega, da je res velik
akcije poteka skozi dialoge. Ja. In tudi tako moraš biti kar pozoren na to, ker se nekaj zamoči in te neke spletke, ki ostajajo. To se mi je pa zdelo, da to je pa celo zelo dober naredil. Ja, in v prevodu ena od teh bolj genialnih je ta drugi zgodbi, no, ki Terminus obišče odposlanec cesarstva, ki ima govorno napako, ki se manifestira samo, kadar, ko se razživi, pa dejansko je nima. Ne? In potem oni izračunajo, naredijo besedilno analizo njegovih govorov in ugotovijo, da je človek povedal natančno nič. To se mi je zdelo genialno in kar je moj osebni doprinos k temu, ko sem moral človeku dati govorno napako, politik z govorno napako, človek pač govori kot kahel javec. V angleščini ima, da govori na v, kar v slovenščini ne gre tako redo skozi, tako da sem potem se potrudil, prebral si vse na glas, kar on pove, da je prišlo čim bolj kahlu javcu. V bistvu si ovekovečil si Desus. Ja. Skratka, Karl, javi se, boš dobil izvod knjige. Če jo boš kupil. Jaz sem se spomnil, ko sem prej omenil še eno podobno delo in sicer Arkadi Martin, pisateljica ameriška, milenika, A Memory Called Empire pa A Desolation Called Peace, mislim že kot iz nom de plum njenega Arkadi, je tukaj navezava na Foundation kar močna, dogaja se pa v galaktičnem imperiju, kamor pride ambasadorka iz neke male province in potem je v bistvu, kak se znajde tam, potem pa je še pač cel političen zaplet, umorjen cesar, rap battles galore. Tako da te stvari se ful je enih navezav, ki so pa dost na easy na Foundation. Ampak če vam je bil cool Foundation, pa imate radi nekaj malo bolj sproščenega, pa ful dobro napisanega, zelo priporočam to. Ampak brez velikih znamenih vprašanj. Je pa še vidite, vplive temeljev na sodobne sci-fi. Ene par smo jih že našteli. Jaz mislim, da je zelo pomembno so tudi ti space battle, ki jih on omenil. Jaz v resnici zdaj ne bom govoril na pametno, ampak jaz mislim, da to so vseeno od prvih opisov, domnevam, da takrat znanstvena fantastika, kako bi potekel pač boj v vesolju z vesoljskimi ladjami, vse te ideje, kako to poteka. To se mi je zdelo še kar zanimivo. Drugi sci-fi takrat vesoljski, pač, kjer so hoteli nekaj dati gor, so v bistvu vzeli gusarsko štorijo, pa predstavili vesolje in je pol bilo to. Tako da tu je dost bolj en koncept. Če imamo ogromno floto, še vedno je popreproščeno malo, ampak ne nazadnje tudi, kaj je bilo ono Firefly serija in tisti film še tam je ta cel 2D, 3D, vse skupaj zelo tak. Tudi v Star Warsih še vedno lahko ena ladja blokira dostop na planet, pa ne veš kako. Dobro, tiste pravljice, no kama. Ampak hočem reči, pač tukaj so stvari, kar so poenostavljene. Kar je zanimivo, ker si Igor ti tudi v zapiske dal, recimo meni je zanimivo, da nikjer ni omenil nobenih pač tuje nečloveških življenjskih vrst. Ja. Nikjer ni nobenih. Tudi živalskih, ne. Ja. V bistvu povsod je flora in fauna zemlje. Ja, in premog, in nafta. Tako. Ja, samo to jaz vidim problem za pisanje psihozgodovine, konceptov, da v bistvu, če ti še moraš to računati, si oplev. Da v bistvu, to ziher, ja. Ja, veš, tukaj, tako da zato jih po moje niti ni dal noter, ker niti ni pomembno za zgodbo, pa če jih daš noter, si samo kompliciraš life. Ker drugače mislim, vse je logično, glede na to, da imamo, mislim, da je beseda Marsovci stara, tam glih nekje tle. Še prej, mislim, da z 19. stoletja. Mislim, že prej. Jasno je, da so ljudje razmišljali o tem, da so na planetih. Tudi tam, kaj je že ta francoske posnel film iz Smashing Pumpkins. Melije. Super. To je postmodernizem. Ampak takoj sta vedela, kdo. Že pri francosih. On je imel na Luni pač ta bitja, ki so, ne vem zdaj, koliko so to zdaj glih neki alieni, ampak hočem reči, zanimiv se mi je vseeno zdelo, da tega ni not. Drugač pa ta neka zarota z ozadja, to je neke vrste Prime Directive, sem pač oni niso
namenoma zarot, ampak dostkrat se vpletajo, pa skrivajo svojo prisotnost. Ampak dobro, ko se, rečemo temu, morajo vplesti, no? Ja. Recimo, okay, ti dam prepustnico. Hvala. Whole pass. Vidim, da se po mojem gremo kar na Star Trek kotiček, ki se sicer nisi tu izpolnil, ampak pravzaprav bi jaz rekel, da temelji so najbolj vplivali na Star Trek, oziroma Star Trek je veliko črpal iz temeljev sploh teh enih osnovnih civilizacijskih zadev, kako vzpostaviti galaktično civilizacijo, recimo. In tudi pač, kot je zapisano v spremni besedi, Asimov pa Roddenberry sta se poznala, sta si dopisovala, ker sta pač bila pred boomerja. Ok, sure. Kaj je bilo pred boomerjem? Greatest Generation, kar je grozno ime. Greatest Generation. Ok, ono dosta članov, ok. Ne, vsekakor, v bistvu, da tale širina Star Treka se naslanja in tudi naslaja nad temelji. Je pa ena razlika, ki sem jo mogoče opazil, da pač je v originalu, je ta nosilec ideje Star Treka, tako kot bi lahko rekel, da je Harry Seldon nosilec psihozgodovine ali pa temeljev, kakorkoli, malo bolj hardcore, mogoče malo bolj ameriški, eksplicitni, televizijski, kakorkoli bomo temu rekli, malo bolj ne popreproščen, ampak bolj direkten. Mislim, Kirk je šerif, dobesedno. Tudi Roddenberry je poenostavil ene zadeve, koncepti sci-fi Star Treka so za 45-minutni format bistveno bolj poenostavljeni, naravno zato, da se zgodba lahko pove, pa hkrati, da so liki dovolj zanimivi in tako naprej. Mogoče pa glavna zadeva tukaj je pa, da imaš te konstantne, enovite like, ki se razvijajo skozi v originalu 3 sezone, potem pa bistveno dlje v kasnejših inačicah, tako da, mogoče bi tukaj samo še mogoče omenil, kar sem danes prebral, pa mi je ušlo, ker ne vem, če je v temeljih to že omenjeno, ampak Asimov omeni pozitronsko bitje, naprimer, ali pa pozitronski kompjuter, kar pa je... To ni v temeljih, ampak Ni. Ampak veš... roboti oni se pozitivno. Da pač to pa je potem... osnova za data, en ta bolj zanimivih likov, pa bolj pomembnih likov v TNG-ju. Tako da tukaj pa so čisti prstni vtisi. Pri čemer je to bil totalen tehnobabel takrat. Zato, ker pač pozitrone so odkrili malo prej in samo pozitron si moral dati v naslov in že bil science fiction. V bistvu, Positronic brain. Se tudi jedrska energija, kot jo Asimov tukaj uporablja v temeljih, je zelo liberalna. Ampak imajo pa vse jedrsko, to je tudi zanimivo. To je pač tak res jedrski punk. V bistvu atom punk, atomski punk. Točno to je. Ker dobesedno vse jedrsko in pač ta jedrska polka je seveda ljudje ne razumejo, ker so že pozabili, deluje kot čarovnija oziroma celo religiozne namene. Kar je tudi v seriji pač pokazano, ker točno naletimo na ta trenutek, ko v drugi sezoni, ko že imamo te ne menihe, ampak karkoli pač so. Brother. Tako, ki hodijo okrog in pač ljudem kažejo te magične trike, ki so pač oni sposobni izvajati z temi digitalnimi urami, kot bi rekel Douglas Adams. Kar se pa tiče prav, to sem se pa zdaj z vrha glave spomnil, je pa v zadnji sezoni Discovery omenjen en koncept, ki je pa zelo podoben temeljev, je pa kao neki archive galaksije, kjer oni morajo v 8. ali 9. delu neki potovati, da najdejo neki bit informacije, da rešijo galaksijo vnovič v 5. sezoni, ampak bomo potem kaj gledamo. To je zdaj bilo noter, to pa res je, taki zbiratelji, znani enciklopedisti. No, pa pač zdaj Douglas Adams tu je obvisli se norčeval iz enciklopedije Galaktike in pač v eno drugo smer odpeljal, ampak prav to si je vzel za butt of his joke. Za temelj njegovega vica. Se to mogoče nismo imeli, ampak seveda tu se nastavljamo na enciklopediste, ki so pa spet tak urbani. Tak mit zgodovine, da seveda razsvetljenstvo je prišlo in enciklopedisti so bili tisti, ki so srednji vek dokončno porinili. In tukaj tudi bojo enciklopedisti tisti, ki bojo tam mračni 30-letni
vek pač skrajšali s tem, da bo znanjem, ne vem. Dokler ne prije en kekc pa reče, konc te vlade, konc vas, enciklopedista, gremo dalje. Župan mu je ime. Župan. I'm the mayor. Župan. Ko izhod faza. No, super, jaz upam, da so vas vseeno pripričali, da si to preberete, če še niste, mogoče tudi da serijo pogledate. Se pravim, glej, mogoče bo pa vam bolj všeč. Meni je čisto ok, glede na to, da še vedno gledam, pa da mi ni to grozno. Drugače obstaja pa tudi špil, ki je dost nov in je za VR. Aha, ok. In se pa odvija v času druge knjige Belerios scena. In sledi knjigi, ne seriji, ne? Okay, jaz moram priznati, da meni je druga knjiga bila v resnici po moje skoraj najbolj. Meni pa tretja. Ja, tudi stil pa način pisanja me je bolj noter potegnil. To je res, sicer. Kljub temu, da je tam največ tiskarskih napak, ampak ok. Kaj vam je pa najboljši del, tak drugače? K meni je tisto v drugi knjigi, ko je ona kriza, ko padajo v depresijo v vojnih tovarnah, ki bajta razlaga oni. Tisto je super napisano, tam slog pisanja se čist razlikuje, ko imaš tako opisuje, kak jejo one ženske tam in kako one pride domov in kak padajo v melanholijo in izgubljajo upanje. Tisto se mi je zdelo, wow, zakaj ni cela knjiga tako dobro napisana? Ampak ker se je učil pisati to pisanje, to je vedno tako, to vsi avtori počnejo. Prva knjiga je najslabša in tako je tudi prav. Vedno je pol, druga mora biti boljša. Boš presenetil pol. Ok, nehajmo se o tem pogovarjati. Skratka, dajte prebrati, pogledati, če pa ste prebrali in pogledali, pa dajte javiti, kako vam je bilo všeč, če vam je bilo všeč. In smo pri, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, da vam natrosimo še nekaj predlogov za dopust. Igor, ti si kot vedno prvi. Ja, prebral sem od Zoe Ashwood, sem prebral knjigo Her Orc King. Zoe Ashwood je drugače Kaja Bucik-Vopetič, to je nom de plume v angliščini. Nom de plume. AKA bi rekel jaz. To je romantasy iz tele Black Bear Clan prva knjiga in je precej bolj eksplicitno kot Srebrne vezi, ki so nedavno izšle pri Cankarjevi založbi v uredništvu enega od nas, ampak ne mene. Nisem. Ful je zanimivo, ker štorija pač ni dosti, ampak je vseeno vredno narejena in pol je veliko ljubljanja noter, oziroma, kot je rekla Kaja, koreografije. Ker ona najraje piše ali ljubljanje ali pa fajte, tako da so koreografije ful pomembne. They're the same picture. Okay. In je zanimivo, je ful drugačen žanr, kot sem ga vajen in kar me je pa najbolj presenetilo, pa potem, ko pač prebereš knjigo, značiš Goodreads, da si prebral. In potem ti napiše, ok, to si prebral, pa ti daj enih 5 knjig od spodaj. In kaj ti je priporočilo? Vse knjige so izgledale, kot da imajo identično naslovnico, kot da so iz iste serije in nobena ni bila od Zoe Ashwood, ampak so bile od 6 različnih žensk, ki so pisale isto knjige o ljubezni med ljudmi in orki. A je to so ljudje in orki, ne orki med sabo? Ne, glavna junakinja je ženska in v bistvu da še malo tako štorije povem. Njo basically kupijo, ker je sužnja in poljo orki pripeljejo tja in potem je pač neka kemijska reakcija, če si dve biti usvojeni, se potem, ko se zavohata, ugotovita, to je to in to gre in on pač Orc King zapali na njo in pol razložijo, da oni v bistvu ko ljudi kupijo na marketu, jih spustijo razen, če pač, magic happens. In potem ona se počasi privaja na to, da pač, jaz hočem biti svobodna, ampak I have the hots for this guy, ki je pač čist nabildan in vse, in pač oni okli niso tak ful moteča scena. In potem pač je on ful večji, tako da še to taken into account, kak postopoma se treba pripraviti. That's some hot stuff. Love making. Njegova anatomija je še malo drugačna, je tudi to taken into account in potem
Pol pa je še neka zarota, ki je njegov bratranec, njegov brat proba neki, pa njegov fotor je zelo... Tako je bila že ona reklama, kam pa prijemo brez domišljija. Ja. Okay. Zanimivo branje priporočam. Ja. Vse njene knjige so free za Kindle Unlimited, drugače pa pač so dost ugodne cene na Kindlu ali pa lahko paperback celo kupiš. Bok ne, da. Seveda, kup. Bistveno manj eksplicitno. Čeprav pod naslovom nikoli ne veš. Gledal sem Vrvež v moji glavi 2, oziroma Vrvež v moji glavi. Ja. In je v redu, ampak zdaj to je zgodba Pixarjev film, kjer so čustva dejanski liki in potem morajo kontrolirati kontrol center v glavi od človeka. In je zelo cute. In prvi film je bil, wow, kak cool ideja, drugi film pa je, to je ista ideja. Tako da tu pol zmanjka. Je pa pač fora, da ni več, koliko je bila tam 11 ali 10 stara, ampak je 13 in je najstnica in potem pridejo nova čustva, predvsem tesnoba, anxiety, ki pol prevzame kontrolo, zato ker pač je najstnica. Ja, in te ene stvari so ful v redu prikazane noter, zmanjka pa ful na eni čustveni ravni, zato ker če ste gledali prvi film, tako kot vse Pixarjeve klasike so not pač stvari, ki ti zlomijo srce na eni točki in tu je to ful v redu narejeno v Inside Out 1, v 2 pa tega preprosto ni. In film pač proba biti čim bolj všečen in to je tudi dokazal s tem, da je najbolj gledan Pixarjev film zaenkrat. Okay. Vseeno malo zmanjka. The Watchers, ne po baby film, hčerka od M. Night Shyamalana, super atmosfera, temelji na irski folklori, ena ženska se zgubi v gozdu. Tu imaš one stvari, zakaj ljudje v horror filmih ne zaštekajo, kako glupi so, torej pelješ se iz Gallowaya, drugega največjega irskega mesta, v Belfast, največje severnoirsko mesto, zakaj bi moral iti po makadamu skozi gozd? Nobena bližnjica, ki ne glede na to, ker GPS ti tja pripelje. Za Angleže pa so po moji Irci skoliko pri naš Štajerci. Samo enkrat se živi. Nerazviti osebki, ki še niso slišali za asfalt. Ja. No, skratka, tale glavna junakinja se zgubi v gozdu in ima papigo sabo. Kot jo ima vsak. Ja, svet njen job je, da papigo pelje, ampak potem pač pride v to bajto, kjer so eni ljudje noter in jih opazovalci od zunaj opazujejo vsako noč in je tak weird eerie vibe in potem pač mitologija irska tu not vpletena. Okay. In je malo glupo na določenih točkah, ampak vzdušje zna pa ful v redu vzpostaviti. Se pravi po tradiciji fotra. Ja, pa twist that you see coming. Ok. Ja. Dobro, ni skušala kot fotrov zapet. Ja. Okay. In potem sem prebral in pogledal Orlando, torej Virginia Woolf knjigo in film Sally Potter in moram reči, da pač sem v enem book clubu in resno meni ni jasno, kako to ni temeljno delo angleške literature, niti ni njeno najpomembnejše delo. Saj Virginia Woolf je ful vreo pisateljica, ampak to je zdaj, skoraj 100 let kasneje, je to full topical. To je basically ženski, ki postane moški, moškemu, ki postane ženska in full teh stvari je noro dobro razloženih. Štekam, da 100 let nazaj so ljudje bili, whatever. Ampak mislim, da bi to delo moralo full pridobiti na veljavi. Pač in film je pa briljanten in če ga niste videli, pejte na torrente, ker ga ni nikjer trenutno. A res oko? Ja, in Tilda Swinton je amazing. Sean Bean je tudi, ne? Ne. Ne, tisto, oprosti, tisto Caravaggio, zamešal sem. Ja, Billy Zane je. Billy Zane, ok. In je res dober film. Da, mislim pa tudi pač sci-fi elemente ima, dogaja se prek več 100 let. Pol pa ide. Tilda Swinton se spremeni iz moškega v žensko. In pogledal sem kvadrologijo Bad Boys, o kateri bo pa Aljoša še kaj povedal. Bova polja. Daj najprej mi to spustimo čez, pa boš ti dodal, ker četrtega še nisem uspel. Mita.
Jaz sem prebral Veščec 5, Ognjeni krst, ful priporočam, napram 4, kjer je pač tako je bilo moč videti v 3. sezoni na Netflixu ta veliki politični zaplet pa spopad med magi. Vešči je pa tukaj v bistvu bolj koncentrirana, fokusirana zadeva, kjer se skuša pač rešiti Siri iz primeža Podgan. Več ne bom spoilal, ker je ful lušna štorija, bolj fokusirana, humor je na mesto, zopet se mi zdi, da je v bistvu izkristalizirana struktura, hkrati se poigrava, torej Sapkowski, ne sam prevod, z tem, kako se v bistvu ene zadeve prepletajo, kako se v bistvu jezik dobro noter umesti. Tako ful fajn, ful priporočam, tako zelo me spomni na prvi pa drugi del, tako da mislim, zame je zopet malo deep up, ali kako se reče, v seriji in se že veselim naslednje, požoro s njo pa tako v 2 dneh, ful je super zadeva. Prebral sem tudi Bradburyjev Fahrenheit 451, moram reči, da me je kar presenetil, ker gledal sem v bistvu že original film, poznam tudi remake sicer bolj akcijski remake z odličnim Michael Shannonom, ampak nič ne doseže, v bistvu sploh pa ta knjigi, kjer pa je v bistvu predvsem me je presenetil ta humanističen zanos Gija, glavnega lika, ki se nekako zavesti, da je v bistvu cel življenje že nekako pod nekim določenim vplivom, propagando, kako je v bistvu neumen in se skuša z zgolj majhnim branjem osvetliti in kako je v bistvu branje samo pomembno za kulturo posameznika, pa za neko napredek. Tako da v bistvu full fine branje, 170 strani, to imaš takoj prebrano. Ne, še komu spremeni življenje. Ja, daj, tako kot junako. To trenutno berem Jules Verna 20.000 milj pod morjem, iz Beletrine. Moram reči, da je super prevod, ilustracije so zelo dobrodošle. Pozna se sicer zob časa, kako ne temu rečem, ker smo navajeni mogoče drugačnega branja, tako naprej, ampak če pa imate mulca ali pa zvedavega odraslega v vašem gospodinstvu, je pa to super knjiga, ker v bistvu vsi ti niti ne tako kratki pejsaži biologije pa življenjskega cesarstva, so pa neki živalskega, življenjskega, ok, whatever, gremo naprej. Je pa zelo plastično, full fine. Meni se sicer malo vleče, ker me zelo spominja na Moby Dicka, kjer so pač tiste dolga poglavja o tem fucking koliko kitov je na svetu, who gives a shit. To je moja ocena, ampak sama zgodba pa naprimer Nemo, me pa napram filma iz leta 56, 59. Pixarjevega filma? Ne. Disneyjevega filma iz leta 56, z Kirk Douglasom pa, pozabil sem glavnega igralca, ki je igra Nema, malo sem pozabil, nima veze. Je pa ta lik toliko bolj, ne vem, jezen, kot malo me spominja na nekega okoljskega aktivista, ki je razočaran nad svetom, kako se človeštvo v bistvu ne zna spopasti, hkrati pa dela grozodejstva in on je vzel vajeti v svoje roke, da se bo, maščeval kot veliki srd morja, hkrati je pa popolnoma razočaran na tem, kako se v bistvu ideologija ali pa politika ne zmore odzvati na izzive, ki jih svet ali pa industrija prinaša. In je tako zelo zanimivo branje. Pravzaprav Aquaman. Not a bad take, Zdaj, rekel si, da te spominja na enega aktivista Kterga. Ker ni takih aktivistov, ki bi to izvedli. Ki bi zmogel podmornico. Ja, ne, res je, ampak bi si ga pa zaslužil. Lepo. Okay. Hvala mi to za... Je to? Oziroma, si hočeš? Igram Zelda Minish Cap, ampak to je že re-game ali re-po... Neuromanta sem preigral. Pardon, zdaj že mešam zadeve. Prebral sem Neuromanta v slovenskem prevodu sicer, iz Cankarjeve založbe, torej klasike 20. stoletja. Ok, prevod je, čeprav imam I got notes. Sama zgodba me mogoče malo presenetila, ker je ful bolj akcijsko-detektivska, kot pa rečemo temu hard sci-fi, oziroma to je predstavnik žanra cyberpunka. Moram reči, da v bistvu Gibson ima
izjemno lepo žilico za tem, kako ti lahko svet opiše, kljub temu, da je to neki virtualen, digitalen svet. In te ful noter potegne, da ti dobro podstat, kako se potopiti v to noter. Za postavi pa za moje pojme preveč like. Liki so tukaj zgolj neki nosilci ideje, mogoče so neki akcijski detektiv ali pa nek loser, ki ne zmore life as handle. Veš tak, v bistvu so zgolj neke postavke, ki jih pa ne razplete dovolj dobro. No? Ful si je vzel iz noarja. Ja. Malo sem to pogrešal, zdaj predvidevam, upam, no, da bo v Mona Lisa Overdrive in v nadaljevanjih, no, v bistvu malo bolj to razpleto, ne računam pa preveč. Bolj me zanima, ali bo še zmogel nadgraditi tale svet ali ne, to me bolj zanima pri njemu, da bi pa zdaj iskal neko hudo dramo ali pa neke moralne dileme, to pa v bistvu glih ne bi pri njemu računal, ampak to je ta literatura. Ok, super, hvala Mito. Jaz sem, zdaj, ko je že Igor omenil, sem se pogledal, jaz sem trilogijo, zaenkrat nisem še uspel v kino iti, ker je pač trenutno fuzbal. Bad Boys sem gledal in moram reči tako, da prvi je kar klasika, no, moram reči, tudi drugi je še čisto v redu, tretji mi pa že res ni bil všeč, res razvlečen, že drug se mi je zdel tako, faka, še ni konc, a gremo še nekam. Pri drugem je pač fora, da ti imaš perfekt konec tako. In potem je zasuče se kamero okrog klikov in Martin Lawrence reče shit just got real in potem ima invazijo na Kubo, ki je še fucking cel film zraven. Ne? Tako je in je tudi totalno nepotrebna, ker do takrat smo že razstrelili dovolj stvari v Ameriki, da res ni treba bilo še iti tja. Okay. Ampak tretji mi pa res ni bil, ker dosto všeč. Pač problem tukaj je čist solidno narejen, ampak tle pač sem streljen, pač vidiš enega lika, ki strela v eno smer, tam na drugi bad guy padajo in to je bolj manj to. Ful v redu, novica je, da četrti film je boljš. Okay. In v bistvu sta ista dva režiserja kot pri tretjem, ampak deluje kar malo inženir, tako da sta ona dva šla zdaj tak en kup focus group med in pol so jim rekli, ok, to je problem, to bi moglo biti boljš, to bi moglo biti boljš in pol sta naredila scenarij in vse to boljš. Okay. Točno šla po črtah in je humor ful bolj, akcije so boljš posnete, krajši je. No, tako, ker meni se je zdelo pač tako, kakor pač se včasih delamo malo norca z Michaela Baya, smo tako dokaj škodoželjni do njega, ampak recimo v prvem filmu se zelo pokaže, da recimo pa tudi drugemu na preganjanju na avtocesti, da je bil mojster, tako da eksplozije imajo nek smisel, da jih tle še začutiš tako, da so prav kinetične, dobro narejene, fizikalne. To se mi je zdelo zelo fajn. No. Tudi, ne vem, v drugem meni je bila zelo všeč scena, kjer se streljajo prek nekega, stojijo skratka za zidom, na eni strani, bad guy na drugi, se streljajo skozi neka vratca pa okenca in je v resnici zelo bedna akcijska postavitev, ker se ne zadene, se kar neki streljajo, ampak on s tistim rotiranjem za 360 stopinj kamere hodi okrog in okrog naredi dinamiko iz scene, ki nima nobene dinamike. In se ti zdi tako, wow, tip je res znal nekaj narediti. No. In tako res visoko oktansko naspidirana ta prvi pa drugi del. No. Pa mislim, montaža štima na polno. Tu pri montaži se ful vidi, da je on video spote delal, ker je pač na kader ful vrel. No. Ni zaston v kriteriju novi zbirki. Sej, tako da sem še pogledal miniserijo, zdaj zaenkrat je miniserija, ker mislim, da edino za tole še ni napovedano, druga sezona The Walking Dead, The Ones Who Live, se pravi, pogledal sem še tretji spin-off, ki je pa z Rickom in z Michonne, To so ovi, ki živijo. Ja. In ta je daleč, mislim, da najslabši od vseh treh. Razumem, da smo mogli Ricka zdaj videti, kaj je, ampak je tako narejen zelo sentimentalno, zelo ne vem kaj, pač Ricka takoj prepoznajo kot velikega vodjo in ga bojo zdaj pač, ne more on iti vojsko, ampak so ga vzeli tukaj vojsko, ker ne bi on vojsko te neke druge družbe prevzel od znotraj, jo izboljšal in naredil zato, ker oni zdaj tam manijo okrog neke druge zaselke. In ne vem, kaj neka zarota znotraj zarote.
ona dva se kar nekaj prepirata na začetku, 100-krat on jo hoče, ne ti pobegni, jaz bom ostal tukaj, žrtvoval se bom in bom rešil to družbo, ker drugače bojo oni napadli tudi naš zaselek in jih vse pobili. Typical Rick. Ja, in je to Old tako, Man Rick. dve, tri epizode tega in si sam tako, a se osta dala dol, pa nehala s tem, res. Ja. Tako. Pa se data dol in Ja, vidiš ta vse. erotična napetost je tako zelo neotipljiva in bedasta, ampak se data dol. Ja, na koncu. eno vprašanje še imam glede tega, jaz se spomnim. Glede tega, a sta se dala dol, Ne. ja? Spomni se, ja. Jaz se spomnim, da je on iz serije Walking Dead izginil, ker so ga neki ljudje ugrabili. Ja, tile. Ja. In to je tu zdaj dalje. Mes Ja. nismo zvedeli nič, kaj bo. Vmes je pač on par let bil tle. Zakaj so ga pa ugrabili in kak? Ja, ena od tam, ki je bila The Bad Guy, je pač rekla, da je tega ugrab, to ni kul. In so ga pa ugrabili. Wow. In nekaj cajta pač dela kot, ne vem kaj že mu reče, neki poseben status ima, ki še ni državljan, oziroma in si moraš pridobiti državljanstvo in pol pobijaš te zombije, pač in jih čistiš in tako, in pol si lahko del vojske ali pa greš v mesto, kjer si pač državljan. Ne, mislim, da je to daleč najslabši odvod od vseh treh, ker sem jih zdaj vse tri pogledal in ta se mi res nekaj dosti dopadal. Tudi Michonne, jada, namesto da bi uporabljala svojo katano in sekala zombije, res brez veze. To je vse, kar ti pričakuješ od ženske. Ja. Ja. Boljš to, kot da je moja čistilka, tako kot eni ali kaj. Kaj? Sta zamudila trend, zdaj pa že mimo. Okay. In pogledal sem Star Trek Discovery. In ja, mislim, po moje je to najslabši Star Trek od vseh, kar sem jih do zdaj pogledal. Slabši kot animirana serija? Zakaj? Ja, animirana serija je fajn, ima ne par vredo delov. Okay. Mislim, tako mislim, da sem to omenil na NMN-ju. Meni se zdi malo preveč akcijska, v tem smislu, da je Michael res izpostavljen kot glavno junak. Jaz mislim, da tam do 3. sezone ni kaj dosti mar za druge like. In šele v 3. se mal, pa še ti liki so vedno tako nekako zelo je vse umetelno, nič ni dobro prepleteno, ne za zgodbo, v kateri se dogaja, ne za vsem skupaj. Meni pač ni bilo, posebej še nekaj tako, kot si ti mi to rekel, res, a moraš res vsakeč galaksijo rešiti. In ta, razumem, da so poskušali nekaj novega in da so mogoče tripali na to, da nov gledalec pa ne bo epizodične gledal, ker tega več zdaj noben ne počne in posnamemo ena sezona, ena štorija, ampak meni je bila ta ena štorija premala. To, ki je bilo nekega, se pravim, in jaz tam, res mi ni bilo mar za druge like, una robotka, ki v 3. sezoni umre, jaz sploh ne vem, kdo je bila ta robotka, kar nekaj pač žrtvuje za vse. Ja. Za koga? Zakaj? Pač tako so naštimali, kot da bi se mogel na koncu počutiti sed, pa se pa tako ne, za kva. Ja, jaz sem bil več časem tako, bomo to skozi, tole pogreb in tole pospeši malo to ceremonijo, res. Kaj pa tole, jaz pripravljam se, hajpam sicer neki tekst na Discordu, ki ga pišem bolj zato, da si sam svoje misli zbistrim, uredim. Ampak trenutno imam dva glavna pomisleka pred Discovery seriji v defaultu. Eno je strukturno, eno je pa konceptualno. Mislim, da v bistvu prvi koncept, ki so ga po moje zgrešili tlele, je, da v bistvu noben od teh likov ni več nosilec glavne ideologije Star Trekov v defaultu. Ali to Star Trek, Starfleet, ali pa Prime Directive, ali pa ne vem, nek ta modernizem, ki bi ga ne ponesli naprej, da smo mi neka boljša družba, neko sožitje, socializem, karkoli boš temu rekel. Nobenih teh likov več ni več nosilec tega. Ne? Oni imajo neke sicer svoje zadeve, so agenti, v smislu, da skupaj sodelujejo, da so družba, da sodelujejo, ne vem, da so ok služba. Jaz bi komu tam z veseljem bi delal z njimi. Ampak zakaj delamo mi? Tega serija nikjer ne izpostavi, pa ne reče Michael Burnham je za to, Tilly je za to, Stamets je za to. Veš, vsi imajo neke svoje individualne probleme, travme in to handlajo, pa se ful dobro pogovarjajo, pa so ok prijatelji, pa tako naprej. Nimaš pa tega nekega krovnega koncepta, za kar je Star Trek poznal. Ja, se ne moreš imeti, zato ker je osnovna zgodba posod rešimo galaksijo in je vedno neka skrivnost, zakaj je pač prišlo do nekega problema in to je to. Dejansko jaz ne vem, če imaš v 2 ali pa mogoče imaš enih 2 epizodah nek osnovni znanstveno-fantastični problem, ki tisto epizodo ali pa zgodbo ali pa lik zaznamuje. In tako je recimo smrt Unga, ki je polobuden nazaj tale zdravnik, no kaj že ne Stamets, ampak njegov partner. Tisto se mi je zdelo še kar ok, ampak
po njegovi smrti kar nekaj cajta traja, da to šele zalaufa. Mislim, da res tako s 3. sezono, tu so še drugi liki, dajmo še njim nekaj. Ja. Ne, preveč je. Jaz mislim, da tukaj, če je pa res kje volk problem, ne, jaz mislim, da tukaj, ker si tako, kot si rekel, doskrat je bolj, dajmo še ta problem not, ne pa, a bo ta lik to shendlil, a je to smiselno za ta lik, kako se to povezuje z zgodbo ali pa z nekim tem ideologijo Star Treka v resnici. In tukaj bi v bistvu še potem nadgradil, je pa ta drugi problem, ki ga imam, je pa ta strukturni problem, ker zraven velikega akcijskega spektakla, ki ga zastavijo kot celostni sezonski lok, imaš v bistvu strukturni problem v tem, da kao akcija, pa se ustavimo sred akcije ali pa problema ali pa izziva, pa se pogovorimo neki, pa si misliš, zakaj me zdaj frustriraš s tem, namesto da bi sceno izpeljal do konca, pa me bremzo tukaj v tempu, v akciji, pa da, a veš, nekako je pisateljsko, literarno, narativno problematično zastavljeno in se mi zdi velik problem. V zadnji sezoni predvsem imam tukaj dva velika problema. Kot prvo, zadnja sezona je izpostavljena kot neki veliki, skoraj da Indiana Joneski, Abramsovski problem, dajmo neki dobiti za to, da rešimo galaksijo. Tako. In iščejo neki gadget, kakorkoli. Ki ga morajo sestaviti, seveda, da je malo epizodičnosti. Ja, in me ful spominja malo na Rise of Skywalker, kao zadnjo deveti del Star Warsov. Pol imaš pa tale boyfriend od Stemeca, naprimer ta doktor, ki mi je bil čist okej lik. Sploh nimam problema z njim, ampak on tlele odkrije duhovnost. Tako. Ki je ne vem kje, ampak odkrije. Največji plunek v oči mi je, da njegova duhovnost je zastavljena zato, da v zadnjem delu on skuži, da prebere nekaj v tistem gadgetu in potem to. Nič se ne ukvarjamo, kaj njemu to pomeni. Nič se ne ukvarjamo, kaj je to za nadalje ali pa za njegovo razmerje. Samo tam je zato, ker pač jo potrebujemo za zaplet. Zgodbe, in to se mi zdi slabo pisanje. Niti ne več Star Trek, ne, ampak in me živcira. Mislim, že tukaj imaš en lik, ki je ta Michael ima 3 mame. Absolutno preveč za en lika. Zakaj ima ona kapetanko, ki jo obožuje, in pol pravo mamo, ki je pač ni, ampak pol pride nazaj, in potem še ima pač mačeho. En tak lik, ker je toliko fokusa pol na njej, da se res tako, jaz sem bil res totalno razočaran nad tem, ker mislim, so zgodbo pelješ tja, namesto da bi tam, daj mi un lik še malo pokazal. Jaz v kontrolni sobi, nadzorni sobi, dobro, zdaj zdravnik pa Stemec ima neki til, ima neki, vsi ostali huta fucker, kva delate tam. Una tam se je neki, zdaj v zadnji sezoni se spomnila, kaj je že imela una neko osebno štorijo krmarka, pilotka, glavna, kaj je že neki bilo? Nekaj je skratka povedala o sebi zdaj končno, da neko ima neko travmo in to, in smo bili vsi tako, pol pa spet, peng. Ne, mislim, da glavni minus, folk govori temu, da je to woke Star Trek. Ne, v tem ni sploh problem. Problem je, da v bistvu je res v pisateljski sobi, ali kakorkoli se temu že reče, kao so malo zgrešile nedoločene koncepte. In pač tukaj mislim, da strukturno ima probleme, pa likovno kot liki imajo problem, da kar zgolj, kar se folk ukvarja z travmam, niti ne potem, kao da v bistvu bi bil to problem ali pa moralen problem ali pa problem, kako se neka, ne vem, da se ta osebnost sooči z neko dramo, kako se v bistvu na njegovo osebnost pritisne ali pa na ideologijo te osebnosti pritisne, to manjka. Pa hkrati neka konzistenca, da se to prenese v naslednji del, ne pa da je tisti problem konc v enem delu, pa ne bomo govorili več o tem. Tako da to mi je škoda mi je, ker v bistvu zgleda pa super, dobro zastavljeno, gnara bilo tle, malo more zmetano. Mislim, da tudi, kako so šli z razvojem nekih določenih identitet, da se tu zdaj ta woke lotim, kao Adira, se mi zdi super zastavljena, pa ne pripeljajo po moje do konca. Tako da ona postane ujetnica razmerja potem na koncu, se mi zdi, je za kva, se še toliko več lahko. Tako da malo je res škoda, v resnici je škoda te serije. Ker strinjam pa se, vizualno je pa to res noro, vidi se pač denar, kaj lahko ti naredi z denarjem, kako prepričljiv si lahko, in mi čist paše to noter. Se pa zdaj pač veselim, se pravi, Brave New Worlds, Strange New Worlds, ne Brave New Worlds, Strange New Worlds, tole, ampak po moje bom predtem še pogledal tole risanko, ki ima 2 sezone. To je sočasno. Ne vem, ampak po moje bom, ne vem, bom videl, skratka. Odlašaš. Malo odlašam zdaj. Zdaj sta 2 risanki. Prodigy pa tale, ko je na Amazonu. Lower Decks, se to že pogledal? Lower Decks sem že pogledal. Okay. Prodigy mi še manjka, ja.
ki je bolj otroška, pa se mi mal ne da. Ampak ker je Tudi Star Trek. sinhro je, tako da lahko prvi Star Trek slovenščini. Res? Ja. Okay. I'll check that out. Okay. Okay. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 191. epizoda, -8. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Meobot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, politični analitik Gegič, Okay. Igor vse poti vodi v Rim Harp in Aljoša protiimperialist Harlamov. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotifyju, spremljate platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če ste med poslušanjem razmišljali o tem, kako naš podcast deli znanje med človeštvo, kako nas poslušate z versko zamaknjenostjo in kako ni nazadnje premikamo množice, potem ste pravkar odkrili tretje temelje in vas žal moramo eliminirati. Usedite se na kavč, poslušajte epizodo do konca, na to bo pozvonil vaš telefon. Prosim, če upoštevate navodila in ostanete mirni. Podcast Obot vedno z vami, včasih proti vam. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast SKM brez pikic vmes v obodu. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktriju, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo, ali bomo konzumirali sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi se trudimo deliti rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, napovedi vremena za junij, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 191. epizoda, zadnja redna epizoda 6. sezone. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja in prva redna epizoda 7. sezone je na vrsti septembra. To bo 200. epizoda in posneli jo bomo z vami v živo. Za vse informacije o tem boste še dobili. Sicer pa se do takrat poslušamo še nekajkrat, čez 2 tedna boste lahko poslušali našo že posneto živo epizodo, ki smo jo naredili na konvenciji na meji nevidnega. Predtem bomo končno objavili tudi obodeke za 2024. Tako. Avgusta pa bo, kot smo že napovedali, mesec westerna. Skratka, o vsem tem vas bomo seveda še pravočasno obvestili, samo pridno spremljate naša omrežja. Hvala vam za vašo pozornost, imejte lepo poletje, ne si spraviti preveč peska v razne odprtine. Prosim, mažite se sončno kremo. Sončno kremo, Baz Luhrmann approves. In imejte se fajn, spočite si od nas, kolikor si boste lahko, mi si bomo skušali od vas, kolikor si bomo lahko. In se poslušamo znova redno pač septembra in Se vidimo. In takrat se tudi vidimo. Ja. Dajmo to narediti. Bitches.